Z nami je Branko Čejak, vsi, ki ga ne poznate, danes ga boste spoznali. Zraven mojega ušesa. Jaz zabodem, ubijem, obrnem, tako kot vem, da je v filmu, ne, obrnem. Branko, Yeah. kako pa to zgleda? Ne vem, kaj ne vidim. Morate vedeti, da jaz bi lahko bil 14, 15, 16, whatever leta že deklarirano slepi državljan. Jaz mislim, da je ta bolezen razlog, zakaj sem jaz fotograf. Kaj praviš vsem nam, ko rečemo, da nimamo časa za svoje avtorske projekte? Jebite se. Hvala. Ne morem jaz tega videti z mojim obsegom. Bi rekel. In veš, kaj naredim? Ulešem se na tla in gledam, kam oni ciljajo, in pol jaz tudi ja ciljam. Ne, po mojem ne. Koliko moraš imeti šater, da ujameš prdec? Pizda, po moje, Freelancer hack tedna, evo. po moje na četrtinka bi bila. Kaj ne, fucking gocija mi boš osvetlil, jeben pošter sem rekel, da pa nekam kaj. Všeč mi je začetek tega podcasta. Da je to tvoj origin story zdaj bil. Hvala, ker si nas povabil. Ja. Na tale Ali prekinu na ve. Ne morem, a je on šef ali kaj? Ja, oni. Luka, a res? Ne, vsi smo šefi. Kako pa si lahko to Čista dovolil? demokracija. Ne, v bistvu smo enakopravni, sam s tem, da Uroš ima velik dar govora, ki pač Plesa, je le to njegova poslovna vloga. Ja, In ja, mu ne zmanjka. No. A ta pa prekinja ali kaj? Ja, on Ne, je... Goran Če ali jaš prekinu. Jaz ne znam nehati. Za odboj svetlobe. Valjda se ima edinta prava frizura za. Hvala. Hvala. Vsaj en razume tukaj. Ja. Pa tudi tvoja srajca danes kar pomeni. Ja, to sem pa prav naštimo si, da se bo Mišič. podbradek videl boljš. A veš, ja, jaz sem se spremenil v zadnjih 3 letih. Ja? Te kilce, pa to sem, kaj se mi je zgodilo, pizda? Se tuširam? Ja, ja. To je zelo dramatična Okej. zgodba. Bom se ti pol zahvalil, ker se si ti meni zahvalil v prosti, ampak tole je zdaj zelo pomembno. Jaz se tuširam. Okay. Že to je. Zdaj tišina. Jaz se tuširam. Ne? In zdaj iščem brisačo, ki je valjda nikoli ni, ker imam 2 ženske doma, ki si to okrog glave zavijate. Ne? In itak stopam ven čez besen in potem najdem eno malo brisačko, tam za roke pa to, in se z njo brišem. In potem se tako obrnem, nekaj tako naredim in rečem sorry in se umaknem, ker se mi je zdaj, razumeš, da je nekdo mem prišel. Ne? In potem še enkrat tako naredim, pa rečem, kva pa je to, pizdari. In potem tako se tako obrnem in tako primem in imam tle uno ledvico, veš, ker sem se zmer smejal ljudem, ki imajo neki tle, ne. Ja, no tako da se je ta sprememba zgodila, oprosti, zdaj pa lahko narediš ta nagovor. Ne, Ne, to me zanima. Si v bistvu... Ja, ja še enega človeka sem srečal No, se zadnji. to, ker se nisi videl v ogledalu, ampak si se kar enkrat začutil. Ja, začutil sem se. Ej, ljudje hodijo na tečaje za to. Za vikend plačajo 800 €, za to, da se začutijo. Ne? Jaz pa to v kopalnici dosežem. Masterclass z Brankotom. Ja. Ja, dej, kako bomo ta podcast začeli? Vse smo ga že ne trikrat, zdaj bomo še Ja. četrtič. Ja, zdaj bo Goran ta nagovor povedal. Ajde, povej. Kako je pa on zdaj to, kad predal? Res. Iz Velenja. Aljaš začel, ampak zdaj me je ubil, ja. Če si prej začel, To je Aljaš pa začel. daj zahval se mi še enkrat. No. Hvala. Gledalci niso slišali, da se mi hočeš zahvaliti, stari moj. Branko, hvala, ker si prišel na svojo teraso. Hvala vam, ja, bravo. Ja, z nami je Branko Čejak, vsi, ki ga ne poznate, danes ga boste spoznali. Aha. Hudo bo. Jaz sem te spoznal na Vistu, če se spomniš. Ne, Ja, ne, ja. ne. Ne. Preko Vista, a To takrat. pa je. Ok, no pa tako, v bistvu v Novo mesto, ja. Pri tem, ko smo fotkala in... Ok, jaz sem predavatelj na Vistu, ne, nisem še predavatelj na Vistu, Aha. nisem še predavatelj na Vistu, ampak dam profesorom, ki so moji prijatelji, 2, Rajku Bizjaku in Draganu Ariglerju, dam, kako se kaže, potražnju za asistentom. Ne? In rečem, plačan job, 2 meseca in pol najhujše izkušnje vsega, kar se da narediti z stalno lučjo, dedolajti v prikolicah, avtodomih, lifestylih, kar hočeš. In ne dobim nobenega kandidata. Enega si dobil. Ne, ga ne dobim. In potem dobim klic. In me kliče nekdo,
ki pravi malo velensko pa to, neki, in pravi, da ta Adrija, se ko je prid, ne, pa se srečava in ga vprašam, kdo pa si ti? Pa prav, veš, sem na dopustu zdaj, sem vzel dopust za tole, na Vistu študiram, ob delu, sem rekel, kaj pa je tvoje delo? Prav, moje delo je pa nekaj 100 metrov pod zemljo. Sem rekel, bravo, jaz tja tudi pridem čez nekaj časa. Ne. Sem rekel, kako dober, da ti že zdaj veš, kako je tam. Ne. In v glavnem, k meni pride od vseh jebenih, razvajenih mulcev in mulk, ki jim starši plačujejo 4000 evrov na leto, da mogoče pol naredijo tisti letnik, pride k meni na dopust svoj rudar, fucking zaposlen rudar pod zemljo, edini jebeni študent Vista, ki ga zanima del. Na dopust, svoj dopust. In iz tiste teme, dol, tam spodaj, pride na nekaj malega luči, ne? Čisto malo luči. In potem fast forward, ime mu je Goran Goci Devadlja Kamenjašević. Res je. Jaz bi rekel, da je tudi pomemben človek za to deželo. In na koncu me s tresočim glasom vpraša, preden se poslovi, Branko, a pa sem tako kaj doprinesel temu projektu? Ja. In jaz razmišljam, kako bi mu dal neko popotnico, da bo človek pokončno odšel. A se spomni, kolega, kaj je dobil za odgovor? Ker izvoli. Ne veš? Ne. Resno? Ne. O, Madonna. Ja, rekel sem, da Goci, s tabo mi je bilo lepo. Je pa dejstvo, da se rezultati tvojega dela odbijajo od tebe. Da se pa spomnim tega. Obožujem. Ja, všeč mi je začetek tega podcasta. To je origin story zdaj bil. Pa lik danes zjutraj sem nekaj gledal o Nolanu, pa Dark Knight, pa to naprej. In zdaj, ko si ti to razlagal, pa iz teme, pa z luči. Prav predstavljal sem si ga prav ta. Ampak zdaj sem ga spet prekinul, daj si mi še enkrat ne, kaj že? Zdaj bi mogel do konca podcasta probat povedati, kako lepo je, da smo se srečali tukaj. Branko, daj mi še povej, kako si pa Aljaža spoznal? Aljaža sem pa spoznal precej, preden je on spoznal mene. Kaj ti gledal sem ga, kako z Lulčkom teka, še pred Lulčkom. Imam ga? Srečo, ja, malo Lulčka ima. Torej, v naročju njegovega očeta najprej in potem mame, ki sta moja prijatelja. In potem sem ga spremljal in oboževal v bistvu to, kako je možno v svetu danes otroku dati izkušnjo, da ne da bi kričal po njem, teka med konjskimi kopiti. In je star 2 leti in pol. In starš ve, da ga konj ne bo ubil, otrok ne ve, da ga ne bo ubil, ampak njega to še ne zanima. In recimo vse te... Jaz sem bil doktor Sobljoni na Zaplani, to je do ne vem kjerega tvojega leta. 13 leta. Sem bil jaz precej tam. Bili smo do te mere prijatelji, da nisem imel posebej veliko denarja za jahat, pa sem pa ful rad hlev pospravljal pa tak. In zaradi tega, ker sem bil tam velik, sem mulca gledal z... Mogoče bi mogla biti beseda skoraj zavistjo. Okay. A veš, zakaj nisem jaz bil on? Zakaj nisem jaz tam laufal? Pa zakaj nisem jaz lahko sekire prijel? A veš, pa zakaj nisem jaz vse to? Okay. Seveda sem s časom, hvala Bogu, je bilo časa veliko, nehal to primerjati, pa zavist, pa tako naprej. Ampak samo spremljati me pač enostavno zanimalo, kaj potem zraste iz tega tipa. In zdaj pazi to. Pol ga zgubim za enih 10 let, recimo, in grem na poroko, me prosijo za poroko njegove sestre, da fotografiram.
ker tudi naredim nekaj ekscesov, seveda, normalno. In reče zdravo, ne, lega pizdarija, velik fant in to. In reče Aljaž, kdo pa si ti, ne? To jaz rad vprašam, kaj je tako voljebeno vprašanje, ne zdi več, kdo si ti. No, v glavnem, pač on mirno odgovori, da dela kot avtomehanik, in meni se spet vse zavrti, razumeš. Med unimi kupiti, ne, bi lahko postal pisatelj, maneken, ranger, dreser, vse. Čist kontra. Avtomehanik pa po moje ne. Čeprav tudi so konji v motorju. Konji so v motorju in to precej velike. Ja. V glavnem, tako sem ga spoznal, potem pa pride Goci, on dan sem in reče, če poznam tega. Ne? Mene je pa že začel razpadati centralni vid. Ne? In ga zdaj, če pogledam, zdaj sem se navadil, da moram malo menj pogledati človeka, da pol mogoče malo face ujamem pa to. Ne? Okay. In seveda stoji pred mano tale in reče na mojo silno grozo, ne? Ki jo je hvala Bogu ovrgel. Ne? Na mojo silno grozo reče, da zdaj pa on ne bo več avtomehanik, da zdaj bo pa fotograf. Meni tako, opa, kje si to najdel? Top, super. Edin, kako že, kaj boš? Ne? No in potem ga pomalem spremljam v tem času. Jaz moram reči, da tako rapidnega, ampak res, tako hipnega skoka iz odločitve in nula znanja, seveda, iz odločitve v delo in rezultat v lifeu nisem videl. Tako da kredit. Hvala lepa. Baby, ja. Aplauz, ne? Ja, To pa to. Ja. A se sme to? Pomeni. Hvala. Zdaj pa še vprašaj, kako sem tebe spoznal. Jaz sem pa Luka. Ja. Yeah. Ne, top. Mislim, takega začetka pa še ne, ampak ja. Zdaj bi bilo pa fajn, da gremo že počasi na te, ali kako? Ja, jaz bi kar... Za mene je to full dog, mene vi zanimate. Jaz vse vem vse. Ja, ne, mi pa ne, jaz pa sploh ne. Mene marsikaj zanima. Izvoli. Predvsem ta, ki si zdaj začel omenjati, ta razpadanje centralnega vida, to me zanima, ta zgodba in kako se to poklopi v tvoje delo. Poklopi se tako, če štartava na koncu. Ne. Zdaj, Klasika pa. Ja, mene je asistent moj na faksu, ki so začeli skupaj delati, me je opozoril, tako je rekel Branko, poglej, študenti so odlični ljudje, vendar vedi, da se vseh stvari lotijo na koncu in končajo na začetku. Okay. Tako da greva mi dva tudi to smer. Ne? Ja, konec je ta, da je moja bolezen, ki se imenuje retinopatija pigmentoza in je genetsko pogojena in je nekako, kako bi rekel v fotografskem žargonu, kot da ti počasi razpada senzor, da je vedno več lukenj na senzorju, ali pa še bolje, da ga prerašča mah, recimo. Okay. Jaz mislim, da je ta bolezen razlog, zakaj sem jaz fotograf po, recimo temu, obrtni identifikaciji. Ne? Jaz sebe sicer nimam za fotografa, ker me veliko bolj zanima beseda. Moje gradivo in medij je književnost, celo življenje. V fotografijo mogoče pridemo danes tam proti 4 uri nekje do tega, kako se je zgodila fotografija. Ampak če greva na bolezen, ki mislim, da je, verjamem, no, da je razlog, zakaj se jaz s fotografijo ukvarjam, kakorkoli se sliši paradoksalno, ne? Ampak jaz, ko sem bil star 14 let, sem dobil diagnozo retinopatije pigmentoze in zdravnica je rekla takole, Branko, imaš retinopatijo pigmentozo. Mi je, da zdaj že to res ponavljamo, to besedo, da mi počasi znov. Ja, torej retinopatija pigmentoza. Imaš retinopatijo pigmentozo, pripravi se, ker boš v 2 ali 3 letih popolnoma oslepel. Okay. A je kdo začutil od vas to? 14 let ste stari. 14 let, ja. Kdo ti to reče? Ja. Čomi. Dajmo. Evo, čutimo. Torej, takrat sem to močneje kot vi čutil tudi jaz. Ne? Ja. In rečem najprej kaj. Ja.
in ona ponovi, česar zdaj ne bom, ker zdaj že znamo te besede, ne? Nekateri. In ona reče ja, in jaz rečem ne, in ona reče ja, in jaz sem že čist van pameti. In ona mi ponuja, včasih imel za izvide neke take rumene kartoteke in mi daje v roko in jaz nekako avtomatično tisto vzamem. In potem gledam in ona reče, ponavlja, in jaz kar naenkrat zabrišem tisto po celi ordinaciji, grem ritensko nazaj, grem ven, rečem še enkrat ne, grem ven, se po 10 korakih obrnem, ustavim, obrnem, grem nazaj, odprem vrata in z vso močjo, kakor jo imam z nogo, zabijem na vrata nazaj. Ne. To je bil moja prva reakcija na to. Ne. In potem, da boste vedeli, kaj je ta bolezen z 2 besedami, ona se začne z razpadom vida na periferiji. To pomeni, da sem cel življenje gledal skozi 2 Čez daljnogled. Čez daljnogled, ki se je vedno bolj ožil. Ne? Nikoli nisem videl zvezd in pol, ko bomo prišli na Manaslu tvoj, ne, bomo se pogovarjali malo tudi o Napurni, ker sem naredil neko fotko, ki pa nisem zastopil, kaj je, na koncu je spadlo, da je zvezdno nebo. Nisem imel pojma, kako, pa sem se spomnil, ampak jaz zvezd pač ne vidim. V mraku ne vidim, v otroštvu me je spremljal očetov krik, pa daj nauči se gledati, pa glej v tla, pa glej tja, pa glej sem. Jaz pa bam direkt v drevo ali pa iz pomola v vodo, ali pa, ker pač nisem videl, mene je bilo vsem, kam gledam. Ampak jaz do recimo enega 10. leta nisem vedel, da vi vidite, jaz pa ne. Ja, ker ne moreš vedeti. Ne? Ječeš vedeti. Ja. In na Tabornikih recimo smo šli po unčin nočnega izvidnika in sem hodil za ljudmi, a še sem mislil, pač noč je noč, pač gremo, jebi ga, kaj, ne? Ampak jaz nisem videl nič. To ni mal, to je nič. In sem hodil za njimi pač v koloni in smo šli gor do hriba. Gor je vodnik rekel, da smo to opravili, ne? Da zdaj pa lahko laufamo dol, kako hočemo. In oni zalaufajo in jaz malo ampak jebeš ga, tudi zalaufam, ne? Star sem pa, ne vem, 8 let. Zalaufam dol in se pretegnem najprej v en drevo direktnega. Bam! Se poberem, najbrž z razbito glavo, se poberem, zalaufam naprej in se totalno skotalim čez eno skalo, se prebijem nekam, v glavnem obležim. Ne? In zdaj pride vodnik do mene zgrožen in ogorčen in reče, Branko, a ti ne vidiš? In sem rekel, ne, jaz nič ne vidim. Ne. A veš, in takrat sem dojel razliko. Potem sem pa še dokazoval samo sebi in recimo očetu, ki mi je bil ta klik, ki se mi je zdel, da me mora opaziti, pa meni, ne. Pa sem šel trenirati rokomet, recimo. In sem bil ful hiter, ne. In sem bil ful primeren za one kontre, pa veš, te stvari. In sem laufal, ko kreten igral, sem krilo. Edin je bemu, mater žoge nisem ujel. Ne? Ali pa sem žogo ujel, pa sem naredil prestop, pa ne tako, da bi mal prestop, ampak sem stopil 1 meter, razumeš, a veš, v Velenju bi me ubil. Ne, take fore, pa nebroj takih v bistvu stvari, preden sem jaz začel dojemati, kje je moje. No, potem pa grem, seveda sem zaradi tega, kar mi je una koza, zaradi te koze, zdravnica, ki mi je na tak način, doktor Koze, ki mi je na ta način to sporočila. Jaz zelo pogosto nastopim pri predavanjih na medicinski fakulteti o tej bolezni iz razloga, da povem, da mogoče ni treba tako sporočati stvari, ki se morda niti ne bodo tako zgodile. Ne? No in potem, ampak kljub temu je tle zadnji ostalo, veš, ta preganjavica, Branko, ne boš več videl. In pa sem se rekel, da bi čim več videl. Ne? Se pravi, sem začel potovati, 17 leti sem šel prvič, to je bila še Jugoslavija, v Anglijo nabirati jagode za 2 meseca, sam, valjda, se naučil tam od unih žensk, pa od prašičev, ki jih je bilo 30 000 na farmi. Sem se naučil angleščino, dobesedno od angleških svin. Z naglasom vidim. Z naglasom, ja. Oni ne znajo r reči, pa je pa malo mehkejš, tako. Ne, ti si po slovenski rekel. To je bil trdi r. Ti v glavnem in začnem potovati, potem se zgodi
s kolesom seveda, ker je bilo najcenej. Vmes sem nočni čuvaj. Ja, to bomo šli nazaj, pa. To je luda zgodba. Jaz sem nočni čuvaj, noben ne ve, da nič ne vidim, ampak jaz čuvam. Ne. In zdaj čuvam pa zato, ker mi je itak, jaz sem takrat full bral, ne. Literaturo, filozofijo, poslušal Toma Waitsa in Bacha in punk in to je bila moja pač, ne, moj drive. In je bilo čisto vse, kje sem, ali sem doma, ali pa nekje tam v Zalogu. Zaslužiš, ja. V Zalogu. No in ko sem zaslužil dost, sem šel na pot, šel sem pa z biciklom, ki je najcnej, ne. Šotor, bicikl, bla. In tako tudi se odpravljam v Transilvanijo za 2 meseca in pride k meni kolega na zaplano, torej na vikend, kjer učim enega mulca za denar, pač za maturo. In prav prinese 3 flaše vina in po 2 se mu zdi, da je primeren trenutek. Reče: Branko, kaj pa delaš oktobra pa novembra? Ne? Se ko ja pizda, že 1 mesec sem v Transilvaniji, zakaj pa? Prav zato, ker bi jaz imel cajt, pa bi nekam šel. Se ko, ok, kam bi šel? Prav, da imel vsem, se ko bi šel na Tibet. Prav, why not? Se ko bi šel z biciklom, why not? In čez 1 mesec mi 2 kreneva in on krši edino pravzaprav pravilo, ki sem ga imel, če sem šel s kom, ponavadi sem šel sam sicer, za nek čas potem z nekom. In to je, da nimamo fotoaparatov in takih jajc, ker mi potujemo, takrat je bila moja ideja, da potujemo k samim sebi, ja, veš, potujemo na vikend tečaj, pa to začutenje samega sebe. V Tibetu. No, v glavnem, in potem mi da potujeva tam in on valjda po 3. dan, ko spijeva 3. Merksel bourbon, ki nam ga je kolega dal, na ladji, ker takrat je bila vojna, nisem mogla čez Jugoslavijo, to je bilo 95. leta, greva. No in mi pač pokaže fotoaparat in se smeje, ko podala. Ne? In zdaj, ker je to moj prijatelj od mojega 6. leta, ne morem ne njega vršiti v vodo, ne fotoaparat. Fotra poznam, jezen bo in to. No in začnem pač fotkati in fotkati začnem jaz, ne on. Prvi dan srečava pastirja, ki ima 100 kos. On trdi, da jih ima točno 100. Ti pa gledaš tam po njih ribih, jebote, kje sem ti to preštel, mislim. In kaj se zgodi? Jaz slišim, da koze med tem, ki jejo, skozi prdijo. In to bolj, ki sva mi da prej probala pujsa. Okay. Ful na glas. To morate slišati enkrat. In zdaj pridem na to čist noro idejo, ne vem, od kje mi je to prišlo, da bi jaz fotkal ta prd, razumeš? Okay. In se bližam tem kozam in probam nekaj to s cajtom, to, ko sem vedel, ko sem hodil na neke včas delavnice, filma, pa to, sedel neki čas, pa to, ne. Da zdaj bi to se videl, razumeš, da to ful prdi, ne. Ko on ima dvignen repak, veš, pa se to se vidi, ne. In sem pofotkal 3 filme od 10, ki jih je vzel za 3 mesece potovanja na onih kozjih ritih, pizdarje. No. A pa si ujel? Po mojem ne, po mojem ne. Koliko moraš imeti šater, da ujameš prdec? Ja, pizda, po moje Freelancer hack tedna, evo. Po moje ena četrtinka bi bila. Sam mora biti vse ostalo primera, veš, koza se pa, a razumeš? Ja, jeba, ne. No, v glavnem. In zdaj jaz pač une koze jeba, ne bomo to enkrat najdli za arhiv, te fotke. In pol mi dva to in jaz dojamem čez čas, da je stvar čist kontra, kot sem jaz mislil. Da fotoaparat v bistvu mene ne omejuje, ampak me povabi, da neko situacijo, ki ni nujno samo vizualna, lahko je doživetvena, doživim zares dlje, globje. Razumeš, da pridem nekam in čakam, bodi si, da se nekaj sestavi v kader, ali pa da se neka luč zgodi. In takrat, medtem ko to čakam, to je point fotografije. Doživeti life zame. Ne? In začnem dojemati, da to, da se jaz ustavim, je point vsega. In zdaj s fotoaparatom, v glavnem, ker sem vedel, da se bova ločila, da greva do Tibeta skupaj, pa greva v Mursko Soboto, jaz pa v Indijo. Bom jaz ostal brez aparata, razumeš? Kaj bo fucking aparat v Murski Soboti, razumeš? Ne morem ga pa vzeti, v glavnem, greva v Teheran, ker se seveda močno zajebeva. Aha, pa še razvijam fotke.
v Teheranu razvijam fotke in gledam tako in mi je kul. Cool. Kozih riti ali Vse. ostale? Kozi rite so bile slabo precej, ker jaz sem se unorit zabodel in nisem gledal kadra. In to je, mislim, imamo riti, lahko pogledamo enkrat te riti. Lahko pa celo vidimo, čeprav po mojem nisem znal dati na četrtinko, zlasti pa nisem znal primer držati na četrtinko. V glavnem, jaz pogledam tiste fotke in fotke so cool. Potem se pa zgodi, da Benazir Bhutto, tedanja ministrska predsednica Pakistana, obiskuje ravno Teheran in valjda je ambasada zaprta pakistanska in valjda ne morava do vize. Ne? In se potem midva, čist seveda umazana od vsega, ne? Z bicikli najdeva na ambasadi, kjer se znajde nek sekretar ali kaj? Sekretar je bil takrat. In naj jo povabi v njegovo hišo, pravi hišo. Ne? To je vila z bazenom, konjakom, cigarami. Wow. In pol ne samo to, on pol gre na dopust na Japonsko in midva sama ostaneva v vili. 5 dni sred Teherana in spomnim se jutra, ki Tomi Hrovat in moj zelo, zelo dober prijatelj, on malo potegne. Ne? Jaz pa že sedim na terasi, na bazenu v bistvu, pijem konjak, imam zanga pripravljen konjak, cigaro in vse. In čakam, da se on zbudi. In zdaj pride ta šlafrok, ne, bademantel v obliki Tomija, čist zapopan. Pride do mene na balkon, jaz mu že odvijam cigaro, pa to jo hočem odrezati, vidim, da Tomija neki zmot. Mir v obrazu postane napetost, razumeš, tesnoba. In zdaj jaz rečem, ok, in gledam. In samo gledam, in zdaj Tomi gre do bazena, potem gre okrog po eni strani, zavije, okrog po drugi strani. Ko pride čist na drugo stran, zgrabe eno zelo dolgo palico z mrežo, gre na gladino, zajame list, postavi palico nazaj, gre okrog, se usede in mi da roko, da zdaj pa lahko, ker njegov bazen umazan ne bo. In mu prižgem cigaro. In tako, v glavnem, in tam potem spoznam enega fotografa, kupim fotoaparat, Nikon je F600, Može tle. po moje. Okay. 600, nekaj. V glavnem, ful dober. In on mi reče, dobro, ampak kaj naj zdaj naredim s tem, ne? Pa prav, lej, daš na P, ne? Okay, P, kaj pa pol? Prav pa daš -1, to pa zato, ker so pol barve boljše. Kompenzacija. Ne? In zdaj jaz fotkam P-1, ne? In grem. In gremo naprej, in gremo v Pakistan, in prideva do Tibeta, jo seveda sterajo nazaj in tako naprej. To mi gre v Mursko Soboto, jaz v Indijo. In pičim, in to fotkam vse. In pa prijem nazaj, po enem letu je od oka, in me povabi Rocco Folk, ki je zdaj, po mojem, ima še vedno neko firmo to za potovanja Šapa, no to je on. Me povabi na predavanja potopisna v Café Teater v Union, Hotel Grand Hotel Union. In zdaj imam jaz tam to mojo projekcijo in to mojo ludo zgodbo, ki v enem letu, verjemte, lahko bi naredil podcast samo o teh prigodah. Tudi o težavah z vidom in tako naprej. Ne? Ampak, dobro, jaz sem pač tam, zdaj tisto povem, ljudje so zadovoljni in tako. In potem dobim drug dan telefonski klic, takrat so bili stacionarni telefoni, valjda samo. In se gospa predstavi kot Barbara Zupanc iz urada za turizem mesta Ljubljana, kot je kurac, kakšen turizem, razumeš. In ona pravi, da je bila včeraj na mojem potopisnem predavanju, da je bilo tako lepo, tako je bilo lepo. Ok, bravo, super. In mi potrebujemo fotografa. Fucking P-1. Oni zdaj rabijo pa fotografa. In da če bi jaz prišel na sestank, a veš, jaz poslušam pa Toma Waitsa, punk, razumeš, berem lude knjige in to. In zdaj mene beseda sestanek, a veš, je uno to, ne. Če kaj ne, pol to ne. In pol, da ne sestanek in jaz nekaj mutim tam, pa ne vem kaj prav. In vprašam točno, a kadite, ne vem, zakaj mi je to prišlo na pamet, a kadite. Ona prav, ja. Sej, ko pridem na kavo. Pridem k njej na kavo. Se bolj sliš. Da, in pol ta debata, oni hočejo, takrat so začeli z Veselim decembrom, v katerega ste se verjetno vi rodili, ne? To pomeni, da je vse že bilo, te lučke, mostovi in tako naprej. In zdaj oni rabijo izvrstnega fotografa,
Ker stvar je zajebana, ne? Imaš ljudi, imaš Dedka Mraza, imaš Miklavža, imaš ne vem kaj, pa imaš arhitekturo, pa vse to jaz, ko gledam, jaz ko -1 je. Sem pa srečal pred tem sestankom Tomija Lombarja, mojega prijatelja, fotoreporter iz Dela, ki je rekel, Branko, če si začel fotkati, dej, a ne bi ti s tem tvojim vidom ful dobro skoristil širokokoten objektiv, veš, bi lahko kar svet gledal, mogoče bi lahko kar hodil s tistim. In se jaz tako prestano hodim po Ljubljani širokokotnim objektivom in vidim, razumeš, vidim ljudi, vidim noge, vidim, wow, hudo, ne. In rečem, ok, Tomi, koliko pa to stane? Pa on prav, lej, tako rabljenega, dobrega dobiš tako za ene 500 mark. Smo govorili o markah takrat, ne. Jaz tako, kakšnih 500 mark, toliko mu moj fotor plače budala, ko je s tabo, ne. Ok, in zdaj sedim tam na unem sestanku, ne. In ona muti s tem, da najboljšega fotografa, pa uro, pa tretje. In jaz rečem, skozi govorim tako, ja vem, gospa, to je res komplicirano, mes pa -1, Tom Waits, razumeš, književnost in to. Kaj ti je vrag s tem? Dobro, pa reče ona, ok, koliko, povejte, dobro, dovolj, koliko bi stal mi, povejte, če jaz vas angažiram, da mi v 3 tednih naredite 50 diasov, ki jih mi odkupimo. Koliko bi to koštalo? Zdaj, kaj ti je vrag, kaj koštalo, mislim. Za fotografijo v glavnem plačuješ, kdo bo za te plačal za to? Razumeš? Vse nekaj stane, to poznam. Ampak, jaz vem, da pa eni pa res prodajo razglednice pa taka, veš, ne. Rečem, ok, v redu, dobro. In tako študiram, pa se ko pizda, sem če bi pa unih 500, kaj pa če bi mi, cool ideja, kaj pa če bi mi bejba dala 500 mark, pa bi jaz sem širokokoten objektiv. Razumeš? Ja. Rečem, ok, ampak, mi smo morali takrat, uradna valuta so bili tolarji. Ne? Mi smo govorili pa vsi v markah. In zdaj moram jaz 500 mark pretvoriti v tolarje jebane. In zdaj to študiram in računam in pol izvalim cifro in ona tako malo tako pogleda in zdaj ona računa nazaj v marke. Ja, ker smo tako govorili, veš. In ona tako reče, ja, gospod Čejak, prav pocen pa niste, pa se če vem, gospa, ampak veste, koliko je to komplicirano. Prav, dovolj, prav dobro, prav pocen niste, ampak dobro za 5000 mark bi še šlo. Čakaj, Čak, se ima zmotil. nek si se zakalkuliral, a? Jaz sem se zmotil za 1-0. Čakaj, samo. Tako. Wow. Noro. Obožujem, ker je to, tle za toliko enih hekov tedna v eni zgodbi. Je. Hekov tedna. Ja, to je ena rubrika pri nam. Ampak to je, tle je ta zgodba od tega, da te ljudje vzamejo za to, kar si, a ne za tvoj stil. Ja. Pol, kako se prodati? Ja. Zmot se. Ja. Te konverzije so bile kar dobre, ja. Oh, crazy. A veš, da jaz še zmeraj zvišam ceno, če kdo pravi, da sem prepocen? Bravo. Si prepocen ali predrag? Če sem, sorry. Ja. sem Predrag. Ja. Rečeš še več. Hudo. Ne, ker, lej, mislim, mi večinoma, ne, delamo, kar se komercialne fotografije tiče, za nekoga, ki je nas angažiral za to, da bo večinoma on imel še več, poudarjam še več, ne. Druge stvari delamo pro bono, ne. Ampak tiste, ki delamo za to, da bo nekdo imel še več, ne, in ta je nas izbral zaradi tega, ker se mu zdi, da smo mi ta pravi, in ti potem zbija ceno, pri čemer on nima pojma, kako si ti do te cene prišel. Jaz pa trdim za samega sebe, da sem ceno, razen takrat seveda, ne, da ceno postavim realno. In zdaj, če ti meni zbijaš ceno, mi samo dvigneš živc s tem, ker ne ceniš tega, za kar sem jaz tu, in ti bom sigurno dvignil ceno. 100%. Hudo. Ja? To je še ena odlična fraza, ki jo radi imamo. Hek tedna. Ja. Damn. A bomo imeli dosti tednov. Ej, to je za cel let imamo. Ja. Eki leta. Ja. Ej, hudo. Bomo kar Ej, a pa- brošurco bomo lahko izdali na koncu. Ja. Ja. Aj pol ratala ta zadeva s širokokotnim Ej, objektivom? to je pa ludo zdaj. Pazi, jaz sem ga takrat si sposodil denar in sem kupil ta lens širokokotni že za tisti projekt, torej za Ljubljano. Kupil sem si stativ z sposojenim denarjem, ker so mi povedali, da bi bilo dobro, da bi imel stativ za nočno fotografijo. Ne? In Tomi Lombar mi je dal svoj star flash,
ki pa ni imel hot šuja, ker ga je polomil. Se pravi, si ga lahko prožil samo z roke. Zdaj pa, jaz v resnici nimam pojma, kaj delam, se veš, P-1 pa to. In ne vem, kaj delam, ampak vem, da so ekspozicije dolge, pomeni, da se bojo stvari gibale. In pa razmišljam, ok, čak. Če bi pa jaz imel flash, a ne, ki pa v nekem trenutku ali pa v nekem toku časa zaustavi trenutek, ne glede na gibanje, jaz tako razmišljam literarno, ne glede na gibanje, ki se dogaja, bo pa to redo. In zdaj pazi, jaz sprožim fotoaparat, skočim naprej v fotko in bliskam po ljudeh. In na koncu je to izpadlo, no ne samo to, je izpadlo toliko ludo, da so ženske bile navdušene. Vmes sem jaz tudi, ker sem razvijal fotke, sem videl, kaj se dogaja. Sem potem to bodi si izkoriščal, bodi si korigiral, Se pravi, v bistvu sem se zaradi tega, ker sem se toliko nategnil in sem to vzel, zdaj bo pa nenavadna beseda za vas iz mojih ust prišla, začutil eno resno odgovornost. Jebi ga zdaj. Vse sem rekel. Odgovornost, da to upravičim. Sem se čist zares do jaja trudil, až to izvesti. In je bilo, mislim, zdaj, če bi zdaj mi to gledala, ne bi najbrž imeli kaj povedati, ne? Ampak bilo je kompletno ludo, hkrati je pa zaradi tega, ker je bil aparat na stativu, pa ker uno pa tretje, je bila pa arhitektura dovolj prepoznavna. Očitno se je pa takrat pokazalo sledeče. Tako kot na unipoti mojega prvega fotografiranja, torej v Iranu in tako naprej, da ta moj vid ozek daje meni eno določeno prednost pred vami. Vi v resnici ste kompletno v kurcu, kadar morate kadrirati. To pa zato, ker vi dojemate cel svet, ne? Teh 160 stopinj. In pa morate vi reveži totalni iz tega, a veš, izkockati eno jebo malo, a veš, da je okrog vse. Jaz pa ne. Jaz pa vidim sam tisto ali pa še tistega ne. A veš, in zato na nek način lažje kadriram, ali pa recimo temu bolj avtomatično kadriram. Valjda, če gledaš, nočeš videti preveč slabo ali pa grdo, se pravi, nekako kadriraš v redu. A ne? Recimo, kot moški rajš gledam lepe ženske kot grde fante, se pravi, bom gledal njih. Ne? Vi reveži pa gledate lepo žensko okrog, vidite pa vse vne kretene. Ne? A veš, na ta način. Ne? Ti v bistvu imaš APS-C cenzor, ne? Kaj je to? APS-C, ja, skrop. APS-C, ja. Krop senzor. Krop senzor. CC, krop. Aha, ker no, prej si vprašal za izgubo centralnega vida. Jaz sem centralno videl, ne, do 2 let nazaj. Potem mi je pa začel razpadati centralni vid, kar pomeni, da zdaj več ne... Sprav, predstavljajte si, kot da jaz vidim kot ena korona. Včasih sem videl polno sliko noter, zdaj vidim pa samo nek rob, ker mi je razpadel center vida, zato ne morem več brati, recimo. Imam pa še nek tak obroček okrog, ki pa neki še brli. In neki zna in neki gre. Ne? To je to. Torej, malo še vidiš, hočeš reči, tako obrise, ali kako? Ne. Ali je to zamegljeno, ali to zdaj to ni zamegljeno, to je tako, ko bi ti, dej veš kaj, dej glej v ta grm. Ja? Ja, gledaš. Ok. No, in dojemaš mene, Ja? No, tako vidim. Sam tako. Aha, razumem. Se pravi, zdaj ti ne vidiš, ne? Razumem. Ti mene nekako imaš, ne? Ampak v resnici gledaš in vidiš pa ti zgrm. Okay. Ne? Nekako tako. Zanimivo. Pa še fotkaš? Zdaj sem bil tako 2 tedna v črnem studiu 20x20 metrov v Adrii Mobil, kjer vodim celo projekt fotkanja fucking 20 let. Wow. Reklam in vsega tega za Adrio Mobil, ja, in kadriram in tako. Seveda rabim nekoga, ki pol na aparatu številke zrihta. Čeprav sem zdaj, najdel sem foro, če uporabljam Narodno Štokovo lupo za gledati diase in jo dam plop
na LCD, ja, mi to poveča, da vidim. Nice. Ja, ostrino in številko F, neki ekspozicija. Tako da sem kar v redu, mečken me heca to, ker sem bil čas najbolj hudoben, to je, da z veliko točkastimi usmerjenimi viri svetlobe natančno, a veš, konture osvetljujemo v kontrah zlasti in tako naprej. Zdaj to je malo težko, če vidiš, tako kot jaz. Moram malo tako stran gledati, da gocija vidim, a veš, tako mimo njega. In zdaj moram jaz tako ful ozek snop, kaj ne goci, ful ozek snop usmeriti prav, kaj ne goci, prav tja levo na pošter, kaj ne, fucking gocija mi boš osvetlil, jeben pošter sem rekel, ta pa nekam kaj, razumeš? A tako je to zdaj? Ampak posla sem učila. Sam mal. Tako je rekel, iz rudnika priješ v drugo temo in vprašaš, kaj delam tukaj in reče, prosim, sam skrbi, da nam nič razbil. In naredi 3 korake in zbije 26 luči. Ja. In zdaj ti ne moreš gledati ne F na fotoaparatu, ne avto doma, sam luči, ki skozi letijo. In pol po 2 dneh dobiš šanco, da prestaviš nekaj. Tako. Obrneš nekaj nekam. Tako. Začneš to obračati in ti on razlaga v jeziku, ki je... Ne, francosko bo razumem kot to. Vse so neki strokovni izrazi zrasli na tej terasi, verjetno, ne? Ne, tam, v rudniku. Mi tisti imenujemo rudnik. In ker ne mara mojih besed, potem bi izvali svoje. Recimo, ne zapomni si multiple exposure, kar bi tam skozi delamo v večkratni ekspoziciji, multiple exposure, in pol mi začne spraševati, a Mile Ram. Kaj si rekel? Jaz ni izvelenja, stari, to je kajmak pri nas. A Mile Ram? In jaz tako, kaj ti, kaj je Mile? Pa ti, ja, pa tista, veš, kad delaš, kaj rečeš, kaj? Mile Ram. Razumeš? Mile Ram, in to je on si izmislil. A veš, da še danes uporabljamo to? Mile Ram. A boš dal Mile Ram, res? Ti pravim, da si mogel napisati slovar, ker veliko koristnega sem pustil tam. Preden sem šel nazaj v rudnik. Jaz imam zdaj mnogo vprašanj, pa ne vem, previdno moram izbirati, ker karkoli bom zdaj vprašal, smo na pol ure pa tam. Ne, selo gremo drugače, lahko skrajšamo. Ena misel, oziroma mi sam še ne da, pri doktor Kozi smo. Ful mi je všeč, ker si pač in ta tvoja reakcija in tako naprej, ampak hočem samo to, a se ti zdi, da si ti zanalaš kontriral? To se pravi, ona ti je rekla 2 leti imaš in da si ti podzavestno ali pa kakorkoli, da si ti odločil, kaj je bi se ti, tvoja napoved, jaz bom zrihtal in bom to. Jaz mislim, da je bilo veliko manj razmisleka tu, kot si ga zdaj ti navedel. Okay. To je bila reakcija enega gneva, enega sovraštva v bistvu, do nje pravzaprav. To je bilo negiranje težko, ker si glih dobil sodbo, ki nimaš zanjo nobenih argumentov, nobenih vedenj in znanj, da bi lahko nasprotoval in jo negiral. To je nekaj, kar bruhne v bistvu iz unga najglobjega, o čemer se lahko v neki temi pogovarjamo, verjetno duša ali karkoli. Nečesa, kar je reklo, poglej, jaz na svojo, po cel life sem hotel biti do 14 let, Jean-Jacques Cousteau. Okay. A veš, on je se potapljal, vse živo, ne morem zdaj biti slep tam dol, razumeš? Mislim, zdaj vem, da sem lahko sem jaz slep. Ker v resnici morate vedeti, da jaz bi lahko bil skoraj od 14, 15, 16, whatever leta že deklarirano slepi državljan. Slep, ne govorimo slaboviden, slep. Ker ena od 4, od 5 stopenj ali definicij slepote po Svetovni zdravstveni organizaciji je vidni obseg in vidni obseg pod 10 stopinj je enako slepota. Jaz vam pa zdaj pustimo. Crazy. Druga stvar, pri Primožu sem vprašal, če je takrat že bil YouTube. Primožu? V Lukežiču. Lukežiča smo A ste ne tudi ga imeli? Ja. Pozdrav, Primož, bravo. Sem ga malo pomlajšal. Ja, če je že bil YouTube. Ja, pri tebi pa ni bil YouTube, ko si se ti takrat v Ljubljani se lovil s temi cajti in flešijo.
Pač to pri tebi pa dejansko zgleda. Ni tako, kot pri nam danes, ko vidiš na skrinu že takoj tvoj rezultat in lahko takoj korigiraš. Ne samo to, jaz sem tudi sam na Diase fotko. Ne? Meni je bil Dias v bistvu, ker sem hotel videti fotko. Meni je še danes Dias vrhunec doživetja fotografije. Okay. Ker kadaš to na seveda dober projektor ali pa na dobro lupo, na dobro luč, gledaš te noter in se zgubljaš v tem. Ne? To je taka globina barve, razumeš, to je taka definicija, to je taka gostota čudeža. Ne? To je čudež. Meni, a veš, ko je prišla digitalna tehnika, sem zelo dolgo ji kontriral in kontriral sem z večjimi formati, zaradi tega sem bil na trgu, recimo komerciale, še prodoren, ne? Ker sem jim nosil Diase, oni pa neke, že sem nosil velike Diase, oni pa slabe digitalne fotke in sem jim jebel mater s tem. No, to sem dolg in imam ful dobre sisteme, če v koga zanima, imam 6x6 sisteme, Rolleiflexove, take lude z ludimi lensi in tako. Tako da, kaj prišla sem kontriral in potem sem gledal, veš, jaz mislim, da do Nikona D3 jaz nisem videl v malih formatih, ne, naših DSLR-jev nečesa, kar bi približno dal dovolj razpona, dovolj podatka v ekstremih, ne, da bi dal tako globino barve, kot jo je dala Fuji Velvia, recimo v modri in v zeleni. Pa tudi dinamični razpon, verjetno. Vse o tem sem govoril prej, ne, dinamični razpon. Sem mislil, da ne marate tuj, kretinopatija pigmentoza. Dinamični razpon. Ja, ne, in je bilo grozen. In potem kar naenkrat, jaz skupam D3, to pa zato, ker spet, no ta je spet luda, ne. Mene izberejo, dobro, kolega je predlagal, ampak pol me povab neka, tako kar Red Bull Air Race, ne, ampak veliko pred njim je bil Aero GP, je bila tekma, ker so avioni dobesedno se lovili, tako kot, veš, hoteli so narediti ful dinamično, ne, tako kot Formula 1, tako da bi se avioni prehitevali v rejsu, ne, stvar čist crazy. Okay. In zdaj oni mene zberajo, ne, in pokličejo, da bi jaz to delo, jebote, zgledam kvačen s tem, grem fotkat v Mariboru, mogoče so me za to najdli pač, v Mariboru res pridem tja, tam ful nekih, a veš, onih vampastih angleških fotografov z nekimi 17,000 mm dolgimi lensi, razumeš, na 3 stativih in jih gledam tam in tako obračajo in tako oni letijo, te pa tako pa skoraj tako stran gledajo. Jaz pa tako gledam une avione, oni 400, 300, 400 evrov letijo tam, jaz z unim svojim, a veš, 70-200 lensom gledam, sploh jih ne vidim. Ja, ne morem jaz tega videti z mojim obsegom. Bi rekel. In veš, kaj naredim? Ulešem se na tla in gledam, kam oni ciljajo in pol jaz tudi ja ciljam. In ciljam to in ciljam ono in pol s srednjim formatom na tleh delam neke Playboyeve bejbe pa avione pa to in s tem sem jih kupil po moje, pa tako unim rečem, stari, pa ne moram biti jaz na tleh organizatorju. Pa pravim, zakaj pa ne? Ko je zato, ko vsi vaši gledalci pizda hočejo biti valjda piloti, vsak hoče pogledati od zgori, kje si ti, da bom le une debeluhe tam spodaj. To ti vsi fotkajo avion, ki leti, ok, pa ti vidiš to fotko. Isto vidiš. Pa je isto, pa v Photoshopu lahko obrneš tako, pa tako in kaj pol. Ja. Mi rabimo avione, rečem, ne. In on tako, so imeli pa od RTL-a najet tale žiroskopski, s kamero žiroskopski helikopter. Jaz rečem, če lahko fuknejo vrata ven, pa grem jaz na kopilota, ne. In tako normalno, kao, to je vse normalno, jaz to vedno naredim. Vedno, ko pridem na letališče, rečem vsem avionom, a veš, in helikopterem, dajte fukant vrata, zdaj gre Branko Čeja, kaj veš. In zdaj oni to res naredijo in jaz sem not, sposodem si lens in aparat, nek Canon, kva je bilo, nimam pojma, ampak lens je bil tam zraven, imel fotograf, 100 do 400 lens ali nekaj, ne. Ok, grem jaz v helikopter gor
pičimo mi vrrr in pridemo nekako tako, da oni letijo tam. Se pravi, jaz bi tam lahko skoraj nekaj naredil, čeprav jaz vem, da moram biti v avionu, ne v tem jebenem helikopterju. Ne. Ampak ok, za začetek je dobro, rečem. Ne. Saj perspektiva bo kul. In zdaj si jaz odvežem une pasove, me prime pilot prav, pička ti mater, a boš tle not ostal? Si rekel, ja, sam mečkam bom šel ven, pa bom vse veš, da kao spet jaz to zmeri delam valjda v helikopterjih. Ne. In zdaj on verjame in me spusti in jaz ven in nogo na uno štango in to. Sam še nekaj, a vejo, da si slep? Ne. Ja, Zakaj bi to kako? vedela, ne? A ne povem unim za nočno čuvanje, da nič ne vidim. Ti bom pol povedal o tem, kako se hudiča srečal med nočnim čuvanjem. Okay. Ampak ok, zdaj smo tle, noben nič ne ve, ne, valjda, da ne. In zdaj jaz grem ven in un lens ima nek tak lens sunshade, nekako rečemo. Ja, sunshade. Dobro, nima veze. Veste kaj, no? Sončna zaslonka. Sončna blenda, sončna zaslonka. In to je taka pizda. In zdaj grem jaz tja ven in meni začne, a veš, aparat a veš, od vetra tega, ki letimo, pa od onga pač propelerja, pa vse tako gledam, fuck, kaj je to pizdarja. In zdaj, da me sti zdol in tako držim v roke in grem je malo boljš, ne, mogoče bi šlo. In zdaj gledam, kančem to fucking dat pizdarja. In pol tako pred mano dve štangi. Tako, taki visoki, do tukaj, ne. Štangi rečem, pizda, super, ne. Pluf! Ja, ti zdaj tiho bodi. Jaz fuknem uno gor, razumeš, in grem ven, kao, jaz to zmeri delam, veš, Branko Čejak pa to, ne. In zdaj grem jaz tako ven in avion in tako naredim ene dve fotke, ka helikopter začne totalno drkat, uno brrr, dum, bam, bam. In v madžarščini, v mojem interkomu, uno popizdi, uno štale, pazi, stari moj, mi delamo tako, razumeš? One, dam, bum, bam, bam. Uno, fuck, kaj je to? In pol me končno, me tako zgrapne. In jaz ga tako pogledam. Je zelen in vijolčast hkrati. Čist prepoten in mi tako kaže. Je pa prevezan, pa nič ne more, razumeš? In mi tako kaže, ne? In mi kaže na moji dve štangi in mojo blendo. Zaklenil sem mu komande, kaj je imel kopilot. A veš, kaj se je žiroskop menil, imel na obeh straneh? Ja. Ti je bil lahko tukaj ali pa tukaj. In jaz njemu zaklenem komande. In zdaj mu tistam dol, mi sam pristanemo. Stari moj, jaz sem laufal ven iz helikopterja. Una to pa sploh ven nista prišla. Sta kar lebdela tam noter. Ej, jaz bi se lahko ubil, razumeš, na moji prvi tej. No in ti tipi, no, pa smo pa potovali. Na Malti smo imeli nesrečo smrtno, ki je en drugega zbil in to, ampak jaz sem pol delal, v Emiratih sem se v vojaško letališče, ker nisem smel biti, ne, so me skoraj v eni torbi prevlekli, pa glavo sem mogel med dol avionu, pa sem pa poletel in sem jaz vodil na glavo s pilotom, ne, na glavo prva, za nama pa je eskadrilja 7 akrobatskih pilotov in celo jaz sem jih po interkomu pozicioniral, ne. In zdaj pazi to, Branko Čejak, kaj neč ne vidi, na glavo visi, na duno puščavo, pizna. In reče unmu trdečmu, da mora malo naprej. Da mora malo naprej, pa zadi, da mora malo s krilom tako, da bom videl napis pa to. Ej, ludo. In tam smo naredili, ja, pa v Konstanci, v Romuniji, pa kaj vem, kje no vse. A pa te fotke imaš? Imam. To bomo pa... Ti nisi enega takega naredil, ti si to pol kar delal in delal in delal. Ja, jaz sem bil... Niso ugotovili, Ne. da ne vidiš, kaj jim delaš. Ne. S komandami in to. A ja, ne, ta je bila huda, to je, shit. Jaz sem mislil, da se bo takrat vse skupaj končalo, ker to je bil škandal. Oni niso mogli poljet snemati, ker sta bila toliko iz sebe, razumeš? Ona, da bi mogla snemati derko, pa nista mogla. Sta šla v hotel. Bruhat. Odlično. Da bi jih fotograf ubil, dva Madžara. Nesreč. In to mojster Branko Čejak. Ja ne, kaj še ne mojster. Ja. Vrate montira dol, pa vse. A greš pogledat kamere, Adela? Lik sem gledal, se mi zdi, da una ni snimala, pa je v redu. Kaj pa fokus je? To bomo pa videli. To zna vsak. To zna vsak, ja. Ej, hudo, stari, to pa je zgodb, wow. Nista pretiravala, ker ste rekla, ne se prepravim. A ja, a sta te... Ja, noro. Ej, pri YouTubeu si prej začel. Ja. En hek tedna še rabimo, po moje. Nujno. Prej si razlagal ta božiček. Jaz sem full bicikl vozil po svetu, ne. In zame je YouTube tako una guma, ka počne. YouTube. YouTube, ne, ker...
pa tjub. Ja. No, ja. Tvoj božiček, pa arhitektura ljubljanska, pa flash, pa vse. Kako si ti prišel do te ideje, da bo ta tvoj flash zamrznil gibanja? Si ti to v eni knjigi prelistal tam, ki si vse to delal? Ja, good question. Ker danes mi to vse na YouTubu zvemo, ne? Jaz sem Ne, to po razumel, moje- da si iz knjige, ja, da si to... Ne, svojega- nisem, jaz v lifeu nisem fotografske knjige. Ne, da si nasplošno, ker si tako bral, da si razumel, da bi lahko čas tako delal. Dvomam, jaz mislim, da najbrž mi je Tomi Lombar povedal, ker on mi je tudi flash dal. Ne? In jaz ne vem, če sem kaj dosti vedel o tem. Sem pa hitro zvedel, zaradi tega, ker sem sproti razvijal. To mi je dal flash, jaz sem tam pritiskal. Vsega imam še neke Sunpack, Wow. ampak to ni Sun ACK, ampak Sunpak. Sunpak, to je mogoče tak en korejski. Se pravi, nimam odgovora, sorry, ne vem. Najbrž pa v pogovoru s Tomijom. Ja. Sem pa zelo hitro zaštekal to, ne, zaradi tega, ker sem videl na fotkah, veš, kaj sem jih prinesel iz unga potovanja, da se neke jebe zgodijo, pa tudi to, sem imel vedenja, ker sem hodil na tole ZKO, se je včasih rekel, danes so to te, kako je že, neke ljubiteljske bla, so imeli filmske delavnice in sem jaz hodil k Tonetu Račkiju, ki je master of puppets. Ej, Master of Puppets, ok. Škaj me zanima? Ti boš po mojem dober, da mogoče to razložiš meni in vsem meni podobnim. Luč, svetloba, ti jo vidiš dobesedno drugače. Kako bi razložil, kako kader ali pa nasploh polučka zadeve? Kakšna je filozofija tukaj? Ja, najprej pri moji zgodbi, ne, je veliko zlobe in hudobije. Ne. Okay. To pomeni, da jaz iz same hudobije in zlobe delam fotko večinoma iz teme. To pomeni, ne da dosvetljujem in dograjujem in tako naprej. Ampak želim biti, pa to sem najprej delal avtomatično, šele pol sem ozavestil, kaj delam. Jaz v bistvu skušam tisto, kar mi je odvzeto, to pomeni dojemanje svetlobe, da jaz kreiram. In to na način, da če jaz ne bi svojih luči prižgal, tudi vi ne bi nič videli. Zato hudobija in zloba in maščevanje in tako naprej. Ne? Okay. Drugače jaz vsekakor in na ta način recimo eno zgodbo, ki sem jo naredil in ki jo je pol National Geographic tudi pač naročil, ko je videl fotke kot zgodbo podpodja Ljubljane, kot sem jo imenoval. A veš, sem šel, kolegom sem rekel, kaj če bi pa te luči, ki jih usmerjamo, veš, mi fotkamo neke jahte, ki jih ne maramo, neke hotele, ki jih ne maramo, neke fancy flat, ki jih ne maramo. Enkrat punker, vedno punker. Ja, lej, nimaš kaj. No. Ampak seveda to delaš, pa je fino, ko padeš not, pa narediš fotko, jebi ga. Ampak v resnici tega sveta jaz ne maram in mislim, da je škodljiv. Ne? In sem rekel, ej, fante, kako bi mi iz teh nebližnjih nam prostorov in paradigem mišljenja in tako naprej, te luči predstavili nekam, kaj šteje. Ne? Se rekel, valjda, kam pa? Se rekel, ja ne vem. Kaj pa če bil drek? Oni tako, kakšen drek, ne? Sem mislil, da bom kako pa pol uno kepico osvetljeval. Pa sem jaz rekel, da ne. Sem rekel, tvoj, pa moj, pa od vseh, ki serjamo. Kanalizacija. Ne? In potem tam se je razvila ena taka fora, da v kanalizaciji svetlobe ni. Ne? Lahko jo pa narediš. Zdaj, mečkan moraš si to ful želeti, ne? Ker so tam spodaj nekakšni pogoji raznoliki. Ampak, ko dojameš, da tam eni ljudje, o katerih nikoli nisi nič vedel, poskrbijo za to, da so te kanali narejeni, da so do dovoljšne mere čisti, da so padci dovoljšni, da so pumpe, ki delujejo, da ko ti sedeš z ritko tvojo na školjko in se onečediš in potem pritisneš tipko
in kakci izginejo, da za to poskrbi nek blazen sistem. Začneš to do te mere spoštovati, da jaz še vedno verjemi vsakič, ko pritisnem na uno tipko, rečem hvala. A počakamo tega kretena. Ne, fajn je. To je od gora na avto. Perfekt. Ja. To je lomu. Gal je razbil šajbo, ko hoče noter. Ja. Dobro. No, v glavnem in tam spodaj smo usvetljevali reči, ki ne samo, da se ne vidijo, ker je tema, ampak ker jih večina ljudi sploh noče videti. In smo tam prodrali, svetljevali smo pa na enak način, kot jahto za 67 milijard milijonov, ali pa ne vem koga. Zelo natančno. In ko si vprašal vprašanje, ko si začel otvoriti vprašanje, sem pomislil, da ti moram odgovoriti tako kot študentom najprej, da je osnovna luč, ki jo postaviš kontra. Če nimaš nobene luči, torej če imaš eno luč, postaviš samo kontro. Ker samo kontra za moj vid ali pa za moj okus, bi mogoče kdo rekel, samo kontra daje plastičnost. Ne? Svet ni dvodimenzionalen. Fuck it. Ni. Ne? Fotka, zakaj bi bila fotka, a je to še zmeraj una superja pa to, kaj? To je avto. A ja, v avtu smo. Ja. Še vedno je Superbija. A Superbija. Ja, Milleram Superja. Superja je bil film, točno, od Fujija. Superbija. En avto zdaj v zadju tuli, pa ne vem, verjetno bom mesto lahko pa speglal v postu. Boš porezal. Kar puzga. In svetloba potem, ko sprašuješ. Kontra, ne? ja. To je v bistvu catch moje fotografije. Tisto, kjer jaz prodajam in kjer nisem ne najslabši, ne najboljši, sem pa edini. Daleč naokrog. Če sploh kje. Okay. Ki gre s tolkimi viri svetlobe v majhne prostore ali pa sploh v prostore, iz razloga, ker želim narediti njih globino, ker želim narediti njih, a veš, v nekem avtodomu se ti znajdeš, kako boš to osvetlil. Ni placa za nič. Ampak tja jaz nabijem 30 lamp. A veš, in ena lampica samo obliže tole rokico, ena druga tamle samo uno drugo, očalce, nosek, ustnico. A veš, vprosti. Za Nosek. Za nosek. Ne za primerjavo s prikolico. Ej, hudo. Kanalizacija in vse ostalo so neki avtorski projekti tvoji. Meni si že enkrat, že 100-krat razlagal o tem, koliko je treba časa si vzeti za te stvari. Pa že na podcastu smo kar velikrat o tem govorili. Kaj praviš vsem nam, ko rečemo, da nimamo časa za svoje avtorske projekte? Jebite se. Hvala. Hvala. Nehite takoj, nehite dodelati, kar delate, ker ste šli v kurac. To je pa dodatek tej misli. Tisti kreten, ki si je to ubil v svojo vero, si je zagotovil smrt v mukah, obžalovanja, zavisti, trpljenja. Peš v neko službo, pet zidat neki, da se vidi, kva delaš. Kaj se matraš, pizde? Kako nimaš cajta? Zakaj nimaš cajta? 26 ur, dragi moji goci, 26 ur smo trije neprekinjeno in še delavci na snagi delali eno fotko. Eno fotko. Ne? Nimaš časa? Ok. Pet zidat. Ja. Je možen, da bolj kot nimaš časa, nimaš ideje? Jaz mislim, da je sam to. In potem je ta čas tak en čudovit izgovor. Ful je obveznosti, ne? A ne? Pa ta beseda je ful dobra. Pa starši še reče, da so obveznosti ful pomembne. Ne? In pa imaš teh obveznosti neskončno. Cel life je lahko ena obveznost. Ne? Edin, da nisi ta glavne naredil, nisi se nič vprašal, za kva stle, za kva nisi ameba, kaj boš pol. Ja, kaj pa? Kaj pa, za kva nisi krava, recimo? Zakaj si se rodil kot goci, jebote? In zakaj si bil tam pod zemljo? Zakaj si kva? Razumeš? To so fantastične stvari, za katere nimaš časa. Kaj? To je to.
A veš, kaj lahko narediš? In da nimam, a veš, jaz predavam 10 let fotografijo skupinam nekje med, 10 in 15 študentov. Ljudi, ki imajo starosti, veš, ki te moreš špricati od idej in želja in tako naprej. Ne? Pa se tudi najde, ne, da so ljudje v zadregi. Vse imajo veliko idej, ampak se znajdejo v zadregi. Ampak tisto, kar je meni grozen gledati, je, da so oni točno, veliko njih, ne vsi seveda, točno na tisti poti, ki si jo ti ful lepo, Luka, opisal. In to je, da morda pa ni ideja. Kje pa nastane ideja? Kdo od vas se vprašal? Kdo je to? Kdo ti pošlje idejo? Že čist popizdim, ko slišim ljudi govoriti o avtorstvu, o jaz sem se spomnil. Ok, prav, Luka. Ta zadnja stvar, ki si se jo spomnil, kako je ona nastala? Jaz tle sedim dneve, tle se z Godojem čohava, pijeva kavo in kadiva, zdaj on še ni začel, pa mu skozi govorim, da je sam na začetku malo težko. Tako kot gocijo isto. A kadiš, kako ne kadiš, pizda. Saj sam na začetku malo težko, no v glavnem. In tukaj mi da sediva in razmišljava misli o življenju, svetu in vesolju in tako naprej. In zadnja stvar, s katero se ukvarjam že zelo dolg je, opazujem, kako nastane misel, v bistvu, no? Da ne bova samo o ideji, ki je bolj abstraktna. Okay. Kako nastane misel? Zdaj, do katere mere si ti kreator svoje misli? S katero voljo in kdo je potem tista volja, ki tvori misel? Odkje pa je ona dobila za misel? Vedno je nekje navdih, ne? Ne me srat, ne? A veš, in zdaj mi smo učeni pač tako precej organocentrično gledati, ne, in rečemo, da je to možgan. Ne? V možganu se v sinapsah stvori bla, bla, bla misel. Ok, odkje pizda? Daj ne mi en pove, kdaj, odkje, odkva? Ful so lahke razlage, izkušnje, impuls in domak. Daj, vzemite si enkrat cajt, tako, ajde, pol ure v tišini. Mene že zdaj možgan boli, pa probamo o tem razmišljati. Ampak poskusi, sej ne smeš razmišljati o tem, ti moraš samo pozvati. Ja. Veš, o tem je catch. Ja, that's crazy. Ne, je pa, mislim, da na podobno vižo, sicer tle gremo zdaj zelo filozofsko, pa deep down, ampak ta knjiga, ki je Tom Strojnik nam priporočil, zdaj sem točno pozabil naslov, ampak How to Steal Like an Artist, nekaj na to foro. V glavnem, long story short, v tisti knjigi je nekako opisano ravno to, da nobena ideja ni, rekel, avtorska. Originalna, vedno si jo nekje že videl. Absolutno. In iz tega dobiš navdih in iz tega dobiš svojo pač idejo ali pa nadgradnjo, kakorkoli. Pač res je treba. Bodi ponižen in skromen in jo koristi, ampak ne bod pameten. Tako, in predvsem pa sam fora, da če že vzameš neko idejo, ja, to, da jo pač ozavestiš, da pa ne čist skopiraš, ne, ampak narediš nekaj svojega iz tega. Ja, okay. To, interesting. Sam ja, ali pa imaš idejo, nimaš idejo. Nimam. Jaz se trudim zadnjih 10 let ne imeti nobene ideje in nobene zamisli. In to stanje, tega stanja seveda ne dosežem nikakor, ampak pa težim k njemu. Ne? Okay. A je to mogoče spet ena ta reverse psychology ali kaj? River, ne. Ko govorite o knjigah, vi morate prebrati tudi knjigo, znamenito knjigo znamenitega avtorja z naslovom Ime mi je Branko in nič nimam od tega. Ok. To je moja knjiga. No, se mi zdeli, ja, okay. Zaradi te knjige sem tudi začel fotkati, ker je tako hudičevo slaba. Hvala. Da sem mogel nekaj drugega narediti. Sem rabo moment. Ne, smo zadnje cajte težavo, da ideje imam ful, ne. Aha. Sem zdaj pa, niti ne to, da bi zdaj rekel, da nimam časa za izvedbo, ampak ne vem, prav čakam nekaj, ne vem, kaj čakam. Ja, pravo idejo, ne? Mogoče, ampak ne vem. Pa niti ne bi rekel čas, da bi me uviral. Pač časa relativno imam, ampak ne vem, ali pa so prioritete. Daj povej eno. Poj raj dam, a veš, družini, poj raj sem sta malo, tako da nimam... To je itak najboljša ideja, ampak daj povem eno idejo. Ja, ena je, ful imam rad muziko. Jaz tudi imam rad in punk in rock in tako naprej, zelo sem v tem.
Zvezde plešajo glasba. Ne, tista ne. Mislim tudi. Punk. Ampak ja. Okay. In bi rad, in lani sem se lih za 1 leto, odkar sem bobne kupil in sem. Wow, fucker! Fuck yeah! To hočem jaz cel life. Viš, to je pa stvar, ki je pa jaz ne dosežem. Bravo, Evo ti. bravo Luka, bravo Uroš. Bravo. In je ful povezan, ful kombiniran Wow. pol s tem. In bi se rad učil bobne, in bi Ja. rad vsebino za bobne delal in tako naprej. In tle imam že kar precej idej, ampak se pravim, Bravo. čakam pa eno posebno priložnost, da se mi to Ma dej, zajebi, vzemi one palce pa toč. Ja, ja. Ali pa roke. Veš, jaz bi se tablere točil. Ne? Table mi imajo tak fenomenalen zvok, da mi je... Table. Tabla je indijski dvojni boben. Aha, ok. 2 bobna sta, pač en globi, en višji. Okay. Ja, in je Pa sosedje nočejo, a? Niso za to. jaz sem neki cincal, ne vem zakaj. Just go for it. Nimam časa. Evo, pa moje vprašanje prihaja na svoje mesto, zdaj pri obeh že. Ne, to je že majcalo, nimam Svoje časa. povedati. Da povej. Mrč. Ja, to, glede avtorskih projektov in to, oba imata Ja. ideje, pa noben še ni izvedel. Vse to. Sam še Aljaš mora svoje Dajmo povedati. Pa dajmo prijemo. reči, ja, Kaj je mojo? Še ti moraš svoj problem povedati o tej avtorskem delu in zakaj ga ne izvedeš. a Ne? Aha. Ja, jaz sem pa v unem malo preveč začaranem krogu projektov, ki se v bistvu stroški so mesečni stalno in to in pol v bistvu tako vedno sprejmeš projekt, ko preleti in si ne vem, kdaj bo spet naslednja. Ne? In sej malo sem se že naučil pač, da ki rečem ne morem, imam drug del ali ne vem, ne. Ampak ne pa še čista, ne. Še vsem, ko preleti, bi rad naredil, a ne. Tako da ja, jaz se zagovarjam tukaj na pomanjkanje časa. Čeprav je pa zares, a ne, da delam istočasno tudi avtorski projekt in tudi naročniški projekt. To je ful dobro, ker bivši avtomehanik uporablja besedo avtorski. Ja. Ja, v bistvu ta Južna Amerika projekt, ki sem ga snemal, je uboja, ne. Daj nam kaj pove o tem, človek božji. Evo ga. Tebe je sjebal te je na polno, zdaj boš pa naredil iz... Daj povej, to se ful ljudem zgodi, da ključne stvari, tem, ki tole gledajo verjeten, da si neka ključna stvar zajebe, Bravo. ampak zdaj oni tebe vidijo v tem zajebu, ne vejo pa še, da boš ti iz tega naredil very good movie. Ja, to je upanje, ne. Zdaj se začenja montaža in zdaj moram jaz izluščiti iz tega neko dobro dokumentarno zgodbo. Ker veliko, kar sem se srečeval, je pač neko melodrama. Pač, a ne. Vse tudi na koncu so občutki pozitivni in je vse tako, ja, ful je bilo dobro, Ti pa rabiš v zgodbi nek zaplet, da ga pa lahko rešiš. Če je vse samo fajn, nima zapleta in zgodba ni zanimiva. Pa bilo je veliko zapletov vmes, a ne. Tako da zdaj moram jaz iz tega, kar smo dejansko posneli, dobiti ven zaplet in razrešitev in zaključek. A ne? Ti rabiš tako, kot prluči eno kontro, da boš dobil kontrast. Tako, Ja. tako. Ker v bistvu, ko si ti na tej višini, ko se boriš z višino, kako Povej razmišljaš in gledalcem, v kolkem času si prišel iz višine 0 na 5200? Ne, začeli smo, z avtom smo prišli do 3000 in pa smo prišli, torej 4. dan smo bili na 5200. Čestitke. Hvala. Mislim, Jaz se sem pravi, tukaj tudi razmišljati ne moreš toliko o kadriranju, o zgodbi, ker se toliko boriš že samo z dihanjem, da v bistvu kreativa kar malo pobegne. A ne? In, ja, Adeno. zanimivo, ampak lej, zakaj ste se toliko nasmejala? A ne? Ja. In zaradi tega, ker že odkar sem prišel nazaj, obljubljam, Ja. da bomo naredili en live podcast, Yep. da lahko pridejo gledalci zraven in bo pride tudi... Ja, že imamo naša datum. ideja. A že imamo datum? A ja, ona dva, ta Pride dva. tako, ker sta bila zraven, zato da pač skupaj imamo kukar eno potopisno Ja, varianto, predavanje, podcast. slash podcast. A ne? Ja. In to obljubljam že od konca februarja, pa še nismo dali datuma. No. Dobro.
Pa Branko mora prijeti, ker je odličen voditelj. Jaz bom voditelj. Ne. Roastat. Moraš vedeti, da take budale, kot je Aljaš, ne, sem jaz reševal dva lajfa, enega Američana in enega Avstralca v Himalaji. In Avstralc mi je po 3 dneh drame, zimsko prečenje tega okroka naporen, mi je rekel, čist navdušen, pa hkrati totalno razočaran. Rekel, ful sem treniral. Rekel, ja, bravo. Kje pa si treniral, ne? Pa je rekel, I did so much bushwalking. Sem rekel, res ti čestitam. In pa je to, on je rekel, da je 2 meseca treniral, ne? Ta bushwalking, ne? In zdaj on preleti v Katmandu in čez čez en teden recimo, pride v Pokaro in potem je čez 5 dni na skoraj 6 ur. In ne ve zase. In je užaljen, ker je ful natreniran. In sploh ne ve zase, jaz ga moram pretepsti v bistvu, da ga lahko rešim. Praviš sebi. Mislim, ne. Tle si še prej omenil eno sliko zvezd. Ja, ta je dobra. Torej, ravno na tem prečanju, to je proti Muktinatu, to je Torongla pas, 5200 neki, whatever. Ampak ne gre toliko za višino, gre za v bistvu dolžino vsega, ne? In ti nimaš vmes nič. Ne? In zdaj, ko smo se spuščali dol, namreč reševal sem te tipe, enega čist pokozlanga in posranka Američana, sem tako rekoč nosil in njegov nahrbtnik. Ja, in pa sem ga spravil, da je neverjetno, da je tako nad recimo 200 metrov, ko smo se spustili, je tip že lahko sam hodil, še 200 metrov je že govoril, vas posran, sicer pa skozlan pa to. Dal sem mu pa na vrh gor, ker ga nisem mogel odnesti, on je nekaj butov pa bruhov pa vse in bi pač tam crknil, sigurno. Ne. Sem mu dal 2 ibuprofena, kar je skoraj tako, da bi ga hotel ubiti, ne. Medicinsko gledano. Ne. Ampak jaz sem rekel, samo to lahko naredim, ker drugače bo itak tam crknil in sem mu ti izdal in ga je nehala glava boleti do te mere, da je lahko se začel premikati čez recimo 1,5 ure ali kaj, ali pa 1 uro. In sva pol lahko se odvlekla. In zdaj pridemo mi dol do Muktinata in ljudje obnemijo. Ti ljudje, ki skozi govorijo, se pravi Avstralci, Američani, bilo nas je, kaj vem, 4, 5 nas je bilo. Namreč, oni gledajo gor in pravijo, da če se tacga v lifeu še niso videli. Jaz ko gledam in jaz v resnici vidim zvezde in to je enih 5. Zdaj, to je malo vam smešno, ampak jaz vidim 5 zvezd, to je ludo zame, to je zvezdno nebo, razumeš. In kaj naredim, dam aparat na tla, pravim, vse mogoče se bo pa to na aparatu videl, ne? In on naredi na avtomatko, kukor ima pač onih 30 sekund, ne? In to -1. Seveda, da so, ampak res, in so pol zvezde malo, mislim, nebo je malo temnejše, ne? Zvezde pa krispi. In na 30 sekundah se še ne premaknejo, tako da so do neke mere ostre. Ne? In zdaj, jaz nič o tem ne vem, seveda. In potem prijem dam čez časa in gledam te diase in vmes vidim to fotko in pozabam, kaj sem tam delal. In grem zmeraj mem, da je to neka napaka. Ne? In potem enkrat gledam in se rekel, sem slučajno fotko, veš, tako po nesreči, ne vem, od snega ali ne vem kaj, pa da je zato veš podeksponiran, pa tam neke zvezdice. Pa so bile v fokusu? Ja. Aha. Ja. Ti jih nisi prepoznal, ne, ker ne veš. Ja, itak. In potem sem se pa enkrat spomnil, čak, saj sem pa tam fotko zvezde. Grem tako po vrsti, ker sem imel še diase v roli, ne. Tako gledam in najdem to fotko in lupo in tako gledam, kva. Tam je fucking milijardo zvezd. A veš, kakšno zvezdno ne bo. Wow. In takrat sem jaz dojel, med drugim tudi to, da s fotografijo jaz ful več vidim. Veš, če vidim zvezde, lahko naredim tudi kanalizacijo v Ljubljani. Bravo.
Kakšen dober zaključek. Hvala lepa vsem, ki ste bili z nami. Serite ga in nekdo bo poskrbel za vaš kakec. Se bomo videli. Ne veste kdo. In pol boste uno položnico plačevali in boste ful pizdili v bistvu. Ki je draga pa to. Ej, pejte dol. Seronje, dobesedno. Pejte tja dol, boste videli. To je... Next level. Ja. Dobesedno. Še? Ja. Nimaš? A čakaš, da je ne upam več. Vsako epizodo sem kregan, bom rekel. Ti prihajaš na sonce, kolega. Hotel sem že parkrat omeniti, če je najbolj, da sem jaz na soncu. Mislim, zdaj bolj zaradi tega, ker smo mi lepo osvetljeni. Ampak se on je tudi to avro, lej, tako krog. Te goci. Všeč mi je, da še Branko sodeluje z vama. Ja. On je začel v bistvu. Ja. Jaz sem hotel vprašati, nisem ga hotel zmotiti, pa sem rekel, ne vem pa. Bom porihtal. Se kmalu bo za streho. Se lahko Gled, tako ne zarolaš. boš, gled, nisem več. Ja, čisto redo je. V fokusu pa tudi nisem, kar je tako nikoli. Ja. Mi smo več govorili o Brankotovih projektih, zares. Mislim, malo smo se Ja. na nekih letal, pa nekih avtodomov, pa tak. Ja, v bistvu, Kaj delaš v lifeu? tako je. Kaj delaš? Kaj delaš sploh v lifeu? Pa gremo spet od konca naprej, oziroma nazaj. Zdaj za denar, ali kaj? Ja, kaj pa češ? Nekdo mora plačati. Ja, jaz za denar delam... OnlyFans. Za denar delam, recimo, mislim, največ je interijera in to tacga malo bolj kompliciranega interijera. To so recimo jadrnice, jahte, hotele. Delam, ampak mi nočejo toliko plačati, kot bi jaz rad. Okay. To je neverjetno. Le na enem sestanku za Toplice, Bled, meni ful ljub hotel, ne, sem ugotovil, da je moja ponudba, pazi za številko, 30-krat višja od cene, za katero dela njihov fotograf. Vsi ga poznate, pa ga ne bom omenil. Že ne vem, koliko cajta. Dela slabo, dela brez odnosa, ampak na fotkah je hotel. Ne? In pač prav, ne? Pazi 30-krat. Ampak dobro, okay, to. Hotele bi delal sem Brione, recimo, mi tako ljube. In bi jih še, delal sem Vilo Bled, Toplice sem tudi delal, no? Ampak te Palas. Potem delal sem en super projekt, ker je celo snemalna ekipa sodelovala. Rok, prenovo, Roga, knjižna izdaja, ogromna razstava. Če vam povem, kako delam, recimo, jaz prvič delam z ekipo te stvari, recimo zdaj v Adrines je bilo 5 in naša postavka dnevna znaša 2500 evrov. Dnevna postavka. In pol je ful dobro, ko to zvejo kakšni fotografi, pa kakšne, kaj vem, agencije, s katerimi ne delam, nobenimi. Lahko povem pa zakaj. Ali pa neki klienti in pa reče, Branko Čejak je ful drag. On stane 2500 evrov na dan. Ne? Ampak Branko Čejak ne stane 2500 evrov na dan. Ne? To je 5 ljudi. Ampak brez take ekipe takih rezultatov ni. Sam človek tega narediti ne more. Ne? Dobesedno. In recimo Marmor Hotavle, s katerim delam 10 let, delamo ful dobro, recimo to, da sem jaz pred časom sklenil vsakmu klientu, ki ga imam in me naroči za to, da pravzaprav promoviram in fotografiram nenadjebljivo njegove produkte, da bo imel še več, kot pravimo. Ne. Ja, lahko pravim, ampak spustil me boš tudi v proizvodno. Zakaj pa? Zato. Ker jaz hočem pokazati proces, hočem pokazati človeka, ki to naredi, ker veš, avtodom ne pade plup narejen iz tekočega traku. 1350 ljudi stoji za njim. Ne? In vedno hočem pokazati ta proces in to pa so knjižne izdaje v Marmor Hotavle, recimo v Adrii Mobil smo naredili eno čist ludo stvar ob moji 10-letnici, zdaj pa že 20 let delam za njih. Namreč, fotko sem delal kar nekaj mesecev in potem sem predlagal, da jim naredimo razstavo in sicer, da jim naredimo razstavo v tako zvanem, oni ga imenujejo predsedniški hodnik.
To je 40 metrov dolg hodnik, v katerega vstopijo v tovarno in grejo na koncu garderobe. In zdaj, lepa. ja, in da cel ta hodnik Nice. naredimo razstavo, njih. Ja. Ne? Nice. In potem jaz predlagam direktorsi še, da valjda, da naredimo otvoritev razstave ob 5:30 zjutraj, kdaj pa pizda, ne? Normalno. In je ona za in zorganizirala ogličke in kavo in vse živo. Mi postavimo kamero, da jih snemamo. Oni grejo noter, nek tak snežen april ali marca, ali kva je bil. Hodijo noter, tako naredijo recimo 5 nezavestnih korakov, ker itak grejo Ja, kot ponavadi. Ja, razen pol, da tako kva. In pa se zgodijo gužve in zastoji in se kaže, in kva je to. Ne? A veš, to je tisto, kar pa jaz zadnji pol naredim. Ne? A to je čisto pro 2500 bono ne, varianta. ne, ali ne, tako, ne. ampak ideja še. In prodam, ne? Ampak če pa ne, ker zakaj? Ne? V bistvu se mi zdi, da je v tem svetu popolne odsotnosti večine gledalcev od samega, recimo temu, bistvenega v bistvu dela človekovih dejavnosti, ko se nekaj zgodi, ideja in naredi potem proces in na koncu pride produkt, se mi zdi ful pomembno, da se to pokaže, ne? Iz večjih razlogov. Jaz nisem v tem smislu mesija, da bi izobraževal ljudi, kako stvari nastanejo. Veliko bolj pomembno se mi zdi, da ti ljudje, ki to počno in ki jih pokažemo, dobijo potrditev neke svoje prezence, obstajajo, mi obstajamo, mi smo opaženi. In ta, zavest teh ljudi, da to mi je pomembno. To mi je res pomembno in to smo naredili. Začeli smo že v bistvu pri Pipistrelu, no, ko smo tam delali. To je tudi ena zanimiva taka poslovna zgodba. Ne. Jaz odhajam v Keralo, v Južno Indijo, kamor hodim tam, kje bomo vse te zgodbe, mater? Jaz imam tam namreč slona svojega, ne? Okay. Rudrena, ki ga tudi ščetkam in objemam in tako naprej. Ščetkam ga s kokosovo palcem, pa on tako vzdigne nogico in ga moram pod pajsko, ker tukaj pokaže slon. Hudo. Slon, ne? No, in zdaj grem s tem mojemu slonu, kolega moj izvrsten dizajner Boris Balant pa pritiska, da bi mi on naredil spletno stran. Ker jaz pač nisem imel spletne strani do praktično 2-3 let nazaj. Kaj? To. Luč prosti. Veter je premaknil tole tendico. No, in prav, dej Branko pomisli, zakaj bi rabil spletno stran. Sem rekel, Boris, jaz če rabim spletno stran, mislim, da je ne rabim, ampak če jo rabim pa da dobim dobre naročnike. Pa prav, ok, zamisli si, kdo bi bil tvoj dober naročnik. Imaš en mesec Kerale, prid nazaj in mi povej. In jaz sem razmišljal in rečem tako, fuck, jaz bi delal pa Pipistrela. Okay. Ker ima dobre produkte, ne? Valjda už avione delo, kapa, ne? Ja. Lepe une to, ne? Zdaj, jaz tam se to spomnim, pridem nazaj in naslednje jutro, ko pridem domov, mene kličejo 7:30 zjutraj, me kliče Arne Hodalič, tako, kakšna ura je to, da me ti kličeš? Okay. Res neki rabaš, Arne, ne? In on kliče, Branko, klicali so nas iz headquartersa, ne, da smo totalni kreteni. Ne? Se lahko bi tudi kaj bližje vprašal, pa bi ti tudi to povedal. Prav, zakaj pa? So rekli, zaradi tega, ker imate totalno zgodbo najboljšega firme za avione, zmagovalce, raznih tekmovanj, nase, whatever. In če ne boste vi tega naredili, vam bomo mi poslali ekipo, da se naredi zgodba Pipistrela in to je sramota za vas totalna. Ne? Okay. Torej, a boste naredili? Pa on tako, daj mi en teden, blabne razmišlja, kdo bi, kjera bo dala, bi to lahko naredil, ne? In se odloči za me. Ne? In me kliče in mi pravi, če bi, jaz ga vprašam, kva pa bi, prav, ja, pizda, Pipistrel je zgodba. In v tistem trenutku, za naslednjih 10 let, razumeš, pade moj razlog, zakaj bi imel spletno stran. In pa še 10 let nisem imel spletne strani, ker sem itak šel delati Pipistrel. No in tam, recimo, je mene tudi fasciniral ta, kva bi rekel, ja, veš, jaz itak občudujem vse ljudi razen sebe, ne? Okay. Zlasti, ki jih vidim, da nekaj znajo zašraufati, avto recimo, ne, pa to. In pol tam po fabrikah hodim in totalno obožujem ljudi, oni pa ne vejo zakaj, veš, oni delajo za neko bedno plačo. Njim je tudi vsak dan, ne? Itak, ne. Ampak meni je pa cel car, ki zna narediti ne vem kaj. Ne. No, in glavnem pač tam delam z Boskarolom, tam hodva okrog in se zajebavamo in vse in to. In sem že tam začel to delati in opazovati
te ljudi in mi je to postalo pomembno. Zdaj, za denar, kva še delam za denar? Kaj pa ne delaš za denar? Ja, ful stvari, recimo. Čakaj, ne še iti na to, nekaj še Smo rabimo. še v denar. Ali jaš prehoto, pa zdaj ne more, ker ima relo rihta. Ja, če se oglašuješ kaj sam. Tako, v bistvu, Instagram si naredil ali kako? kako prijejo te stranke do tebe? A Ali Branko pridejo? kliče, Instagram. piše, A se moraš? prosi. Pišeš maile. Kako to zgleda? Nikakor. Kako prije Pipi Streli in ostali? Ja, Pipi Streli sem povedal, kliče Arne Hodel. No, gremo naprej. Ja. Gremo naprej še. Marmor Hotavle in vsi zanimivi. Marmor Hotavle, zelo zanimivo. Grem, pazi to, Marmor Hotavle. Kliče me Jože Bobič, to je človek, ki dela pohištvo za razne fancy jahte, pa uno tretje, ki me je najdel prek česa, pa že najbrž zato, ker sem Greenline delal. Kako me je najdel Greenline, ne vem, kaj nekdo ne vem, kaj je delal. In zdaj ta Jože Bobič me kliče, prav ti, mi gremo pa z eno čist noro stvarjo v Monako na ta jaht šov, se pravi na parado ponosa in skromnosti in poštenja. Ja. Okay. Parada skromnosti in poštenja, to je Monako jaht šov. In bi ful rad, da ti to tam pofotkaš. Ne. Se rekel, ja, prav lepo ti čestitam, ne, za to željo, ne, ampak on totalno stiska zmeri. Ne, in prav, se rekel, ja, sam, kako boš pa plačal pa to? Pa pravim, bomo skupaj z Marmorjem, sam zdaj moraš ti, a veš, oni imajo enega fotografa, pa pravim, koga pa pravijo, zdaj pa, joj, človek, legenda arhitekturne fotografije slovenske. No. Všeč mi je, da si nam to postavil za vprašanje. Dajmo. Zdaj bo Goci more to vedeti. Ajde, Goci. On je hodil na vist. Ja. Se vas je učil pismo. Nam je predaval, sem se To. ne morem spomniti. Moj spomin ne dela tako kot. Joj, no, kakšni kreteni smo. Ja. Dobro, v glavnem, da oni furajo njega, pa spravim, ja, super, on je odličen fotograf. Pravim, ja vem, ampak jaz bi, da to ti lučke pa neki pa to. Rekel, vidiš, on pa tega ne bo naredil, ne, ok, pa lučke pa to. In pol pošljem nek portfelj nekega svojega dela in so oni nekako, pa dam jaz ceno, mislim, da 2 jurja, pa vem, da ne bom nič zaslužil, ne, ker bom enega asistenta plačal, pa tam žrl, pa ne vem kaj, pa najel nekaj. Se pravi, moram imeti kaj zato, ker hočem. Ne. In hočem pa tja zato, ker hočem videti, kva še delajo v jaht svetu, ne. A imam še kakšnega lopova za Zauhvatiti. in tako naprej. Ne. In zdaj jaz postavim ceno 2 jurja ali 2 jurja 200, ali koliko že ne, postavil pa ceno 900 evrov. Za ujeto Monako pa nazaj, si znoro, mislim. Dobro, ampak in zdaj ne vem pač, kako se zgodi, ampak ta moj portfelj prevlada in jaz grem tja. Ne. In na ta način recimo dobim potem Marmor Hotavle, zaradi tega, ker vidijo, kako sem tistega njihovega, oni so pa tam naredili Pininfarina, vam je znano ime. To je legendarni italijanski dizajn studio, ki oblikuje Ferrarije, najbolj hude jahte na svetu in tako naprej. No, in Pa gorenje pečice. In njim so dal izdelati, tako se ful hecen sliši, štand. Torej Marmor Hotavle, ki dela očitno marmor, in Bobič jaht, ki delajo les, ne, skupaj. Ne. In so naredili nek tak amorfen, v bistvu preplet žil marmorja in letnic ameriškega hrasta in ne vem, neke scene. Seksi. Adijo fucking pamet. Ne. Da so ljudje, jaz sem tam fotkal tist po noč sicer, sem si zrihtal, oziroma mi je Bobič podkupil z vinom varnostnik in sem to delal po noči. Ampak podnev sem pa vsem malo gledal, kaj se dogaja. So ljudje, tipo lastniki jaht, dolgih 140 metrov in ne vem koga, so prišli v ta štand, v katerem, pazi, ni bilo nič. Nobenih oglasov, nobenih letakov, nobenih televizorjev, nula. Štand je bil tisto, kar je pokazalo potencialnim naročnikom, kaj znajo. In zdaj moj odgovor, kako se oglaševati. Oglašuješ se lahko samo na en način, po moje, če češ dobiti dobre posle. In to je, da delaš tisto, kar hočeš, da naročniki terjajo od tebe. Torej, če želiš biti fotograf interjerov, potem najdi in fotkaj zastojn do konca lajfa najhujše interjere, ki jih moraš, in to nekam daj. Dobro, vi dajete na Instagram, jaz tega nimam. Oziroma, ni res, imam 3. Imam 3, ki so mi študentje Vistovi naredili 3, sam ne znam odpreti. Tako da nekje obstajam. No, tudi Okay.
Ampak hočem reči, vi imate vsa ta urodja in komunicirajte tisto, kar želite delati jutri. Ker če boste delali nekaj pocen za to, da boste preživeli, pa čakali, da bi delali v resnici akrobatske avione, ste v kurcu. Če hočete delati poroke, naštimajte najhujšo poroko na svetu, režirajte jo, naredite jo na način, da imate fucking 3 asistente in fotografe in to pokažite, ker pol vas bo naročila una perujska bogatašinja, da boste fotkali. Ne pa, če boste cel life tišali glavo v jebene grosupelske poroke v neki gostilni noter. Ja, ok, deli to, ne? Ampak če želiš delati poroko na nekem drugem nivoju, fucking naredi ta nivo. Ne moreš čakati, ker te ne bo naročil naročnik za 10 ur poroko, če te lahko dobi za Jurija 2 ali s tem, za koliko delate poroke. Pač, razumeš? Ne? To je oglaševanje. In zdaj, kako se jaz oglašujem, kako jaz poiščem stranko? They find me. I don't. Ne, zdaj, kar sem naredil, pa pred 2 meseci, je pa, da sem šel, ker me je en naročnik za povrtnega pohištva, teh lemist in to, rekel, da imajo neko društvo, ali pa se reče, nek klub nekih podjetnikov na gospodarski zbornici, BNI se imenuje, in tja sem šel, sem rekel za 1 leto, da vidim, kva počnejo, sedaj in sem takoj videl, oni kažejo, veš, neki bla, 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 ne vem, nekdo je zdravitelj, nekdo je, ne vem, pravnica, nekdo je podjetnik, ne vem koga. In pol vedno, ko vidiš, kaj je fotka, mislim, ko se predstavljajo, neka fotka je nek jadan portret v Božjo mater. Ne. In pol sem rekel, pa lej, dobro, ne bom se tle ponujil interijera, kaj čem s vami tle zdravilci, pa to, ne. Kaj pa poslovni portret? A bi kdo sebe rad pokazal tako, kot bi se rad pokazal. In smo naredili zdajle enih 12 ljudi, že zares, z Juretom Horvatom. A ne, da je pač z Sašo Godejšo, a veš, da je to narejena in vizaž in da je vse narejen. In kako boš drugače prišel do dobrega poslovnega portreta kot naročila, kot če ga boš pokazal? Ja, ne boš. Cel live boš sanjal, kaj bi bilo dobro, ker bi imel jaz 17 pro fotoflashov za to, da bi... Ne. Pa jebi ga, se jih imamo 700 v Sloveniji. Sposod si jih pa naredi to jebeno fotko. Veš? Tako smo mi ta projekt Ljubljana naredila. Ne? Recimo tista fotka 26 ur te deponije. Kanalizacija. Ne, deponije. A tebe deponije. Smo šli tudi na smetišče. Okay. In take fore. Smo rekli, naredimo, mislim, kaj češ drgaš? Zdaj mi lahko tle pijemo kavo, ja, super je. Pa lahko pa isto cajta vložimo eno fotko, ne? In smo naredili razstavo, ki je pač pošla in v National Geographic in je bila v Cankarjevem domu in nagrado in nekaj, ker je v ogromnih formatih, ker si zaslužijo in tako. In tudi to smo na nek način, recimo temu, prodali, ne? A veš, je... Iz avtorskega postane kačink. Kačink. Evo. Postane avtomehanično. Veš, da nimam avta? Nimam avta, avto mi je crknil. Dvakrat mi je zaribil v 3 mesecih. Ja, nočem ga, da stranka. Jaz veslam po kornatih ljudi, boži. Jaz veslam po kornatih. Veslam po kornatih svojim kajakom in grem čistiti en otok in kaj najdem na otoku? 2x2 metra fucking žimnico. In točno, če bom vrgel stran svojega Subaruja, ga bom enkrat tam najdel in se bom vrgel v vodo in bom utonil za nalaž. In zato sem dal ga tudi ta tretjič zdaj popraviti, sicer drugemu majstru in zdaj ga čakam in nimam avta, imenuje se Skoki, zato ga ne bomo dal fentati. Evo. Še to, ne? Dej, Aljaš, outro. Ja, zdaj, ne, nisem Avto. Zdaj sem torej, da se malo vrnem na 2 leti nazaj, sva z Goranom predstavila idejo, da bi posneli dokumentarca, ne? Ker pač si človek toliko zgodb in vsekakor ta ideja še ni zaključena, ne? Ampak ko meni ne rata časovno, tep rata, ko pa tep ne rata, pa meni rata. Da se kar nekako lovimo, se mi zdi s tem. Čakaj, kam sem hotel zdaj to napeljati? Zdaj me je pa nesel. Branko te je navdušil s svojimi dolgimi zgodbicami. Ja, v bistvu sem hotel jaz malo zdaj raztegniti, vidiš, zdaj sem se pa zgubil. Ne, v bistvu, vmes si me klical, da
da greš smučati na Kanino. Na Komno. Ja. In jaz, Sem pa šel še na tekmo. Čakaj, Ti ne veš, sem šel na veleslalomsko tekmo. moje Res. vprašanje je bilo, Branko, Ja. kako pa to zgleda? Ne vem, kaj ne vidim. Saj to. A veš, in to je smučanje po smučišču, to Ne. je turno smučanje. Ja. Ne? Ja. Greš turno gor in Ja. smučaš dol, za unike si ne Ja. predstavljate, to ni Ja. urejena proga. Ne. In to me res fascinira, ker mene včasih, ki vidim, kdaj Ja. nese, ki gre Ja. dol in kje je gor, ne, Ja. recimo. Ja. In me res, Pa to me res prednost, da ne zanima. vidiš. In mi je žal- Zelo mi je žal, da se nisem mogel družiti tukaj. Lahko ti povem, da po 5 urah hoje, ne? Ja. Končno prideva na un del, kjer jaz rečem, ok, to je pa zdaj moje, ker sem izjemen smučar, seveda. In se poženem dol, ne, Anžeja, ki je bil z mano, reče, kako pa bova smučala. Reče, ma ti boš pač naredil par uvinkov, jaz bom videl, kje si bil in grem za tabo. Ne? In zdaj jaz ga vidim, da gre on tako dol, pa tako preči, pa gre tle dol. Ne? Pa jaz ko gledam, rečem, pa kva je to zdaj, zakaj bi se kaj vozil brez veze, da grem jaz kar dol. Ne? Ej, stari moj, ker sem se jaz razstrelil. Jaz mislim, da sem se pelil, ne vem, če sem se pelil 10 metrov, 15, whatever. In na tistem, kar jaz vidim, gladko, ful je bilo strmo, totalno, kar jaz obožujem. Ne? Ja, ampak v uni belini totalni, ne, sem jaz pregledal en približno toliko visok kup, kot sem jaz. In sem pretegnil vanga levi skok čez rastur komplet, totalka. To je tako se je začelo smučanje. Ne. Una hoja prej je bila malo tako tudi, no. Ker je včasih kaj tako dol, pa tam dol, pa tako, ampak ne vem. Meni je bilo fino. Letos, nažalost, sem bil na fotkanju, ko se je šlo, tako da nisem mogel iti, je pa spet bila, pa še kam drugam bi šel. Ampak sem pa šel na drugo pot in tlele, veš, to je film, se res komplicira. Jaz sem res, zdaj smo stopili v olimpijsko četrtletje, ne? In jaz iščem zdaj pot, kako bi šel na olimpijado v Francijo. Okay. Kaj ti? Jaz sem zase mnenja, da sem v tem količniku slepote in znanja smučanja absolutno dominantna oseba na celem svetu. Ne samo na planetu Zemlja, ampak prav na celem svetu. To sem prepričan. In zdaj sva šla s kolegom na Lions Club, so me povabili na neko tekmo. In so rekli, da bo pripeljal tale Alen Kobilica, da bo pripeljal svojo ekipo slepih in da bomo imeli mi svojo tekmo. In zdaj prijem jaz tja in povejo, da Alena Kobilice ni, niti njegove une, tako da ne morem tekmovati z njimi. Se ok, daj ti meni po številko za pač tekmo, ne. Pa on tako gleda, kako, se kaj ne vem kako, daj mi številko, ne. In pol sva imela s kolegom, ki mi je bil vodnik, ki je smučil pred mano, ne, sva štartala resno, ker on je hud, ne, Tudi resno, jaz pa tudi, ne. In sva toliko zaružila, da sem jaz enkrat en uvink slabo ocenil in sem šel na napačno stran, tako da sem se skoraj ustavila, ampak kljub temu sva od 52 tekmovalcev regularnega smučanja nabila 30 smučarjev. In so bili oni čistko. Kva je to? Jaz sem z belo palco hodim, razumeš, iščem uno šampanc, pa to z belo palco, ne. Oni tako gledajo, tako, pa kje mi ta nabol, pizda, kva je to? Sploh ne morejo verjeti, razumeš, da je to možno, ne. In to je bila prva tekma, ki sem jo odpeljal, zdaj z vodnikom, ne. Tako da ta bi bila dobra, sam... Dej, naredimo Ja, to ne zgodbo. da se mi, dajmo narediti, sam ne vem kako najdeti zvezo, ne vem, kdo so to. Nekaj sem vprašal na slepih, pa nič ne vejo, ne. Tako da moramo najbrž olimpijski komitej ali kaj, ne vem. Ne. Ker imamo že kar nekaj posnetega materiala, ne? Smo že snemali par eventov in tako da je v nastajanju, malo smo se pa vmes zataknili. Ja. Nič hudega, nič hudega, Je pa vsekakor nekaj, kar bomo dokončali. nič hudega. Ja, jaz sem spet ta bad guy, ki bom počasi zaključil to zelo zanimivo debato, ampak tako je in mora biti. Jaz ti pa ne dovolim. Ne, danes nisem jaz kriv, evo ti. Jaz sem te prehitil, oziroma sem vaju oba prehitil, ker končujemo dokumentarno serijo 6 dokumentarcev pod skupnim naslovom So ljudje, z besedno igro So ljudje, ki jih, a veš, ko govorimo neki so ljudi, koliko smo so ljudje, kdo, kaj pa so ljudje, a to obstaja in sta dve besedi in zdaj delamo 6, imamo že skoraj vse posneto, ne montiramo.
In ta format zdaj, tako kot ste vi zasnovali, vi boste sicer v 10 letih to speljali, kar je pravi čas za dokumentarc, po moje. Mi malo krajši, ampak kljub temu ne delamo 2 leti. A veš, enega zdaj, ko smo delali, to so 25 minut, rečeš, to je tak, ne? Nope. Kurac, 13 snemalnih dni je, bote, polnih, ne? A veš, tako da, ja, lej, dolga. Izvoli zaključi, čao. Če se jaz še ne spomnim. Da pa lahko pričakujemo tole. Se ne znamo zaključiti. To je nujno, ker je filmski sklad pač ima pogoje. To je decembra na TV Slovenija in je že v, ne vem, kdaj bojo dali, ampak pač se bo v letu, kaj je to, 27, ne, se bo vse zvrstilo. Ne. Na RTV. Perfektno. Super. Super, ja. So ljudje. So ljudje. Ej, se mi je fora tem, da mi ne znamo zaključiti, da to je še en ta running joke. Vprašanje še. A jaz zaključim? Čakaj, ne. A jaz zaključim? Nekaj smo pozabili. Čakaj, jaz kolesarim na Škotskem. Kolesarim na Škotskem je ful dobro. Kaj dobro? Vsake čas. U nas komarji. Kolesarim na Škotskem, ne komarji, midži. Sorry. Ja, midžis, ja, to so muhice. In tako bežim pred midži, ja, ampak rečem, da jih tukaj ni, ki piha veter. Pridno Eilean Donan Castle, to je ena najbolj takih znamenitosti in on je osvetljen po noč. In jaz si postavim samo bivak vrečo, sem rekel, ne bom šotora, končno ne rabim šotora, lahko diham, z biciklom tam postavim bicikl, plav, morje enih 10 metrov stran, ful lepo, se vležem, zaspim in kar naenkrat, zraven mojega ušesa. Eni strašni zobje, razumeš, trgajo, grizejo moje krekerje, fucking krekerje, sem pozabil zraven svoje glave. In zdaj je skočil, in pazi to, uno od laufa, trm, puf, v vodo. In začne, fuck, kaj je to? Pržgem lučko, da bi se odmaknil kam drugam, in lučka sem tako, konc baterije, nimam rezerve. In jaz zdaj se uležem, ampak imam nož v roki, ne? Ker to je too much, fucking too much. Ležem in ne vem, kako je možno, da zaspim. In čez čas in skočem po konc, fucking pozabil sem krekerje spet. Skočem po konc, uno laufa, trm, jaz se z nožem tako obračam in v nekem trenutku mi totalna senca zakrije grad. Jaz zabodem, ubijem, obrnem, tako kot vem, da je v filmu, ne, obrnem in v nekem trenutku obstanem. Zaklal sem svoj Armaflex, bivak vrečo in spalko. Ko sem na kolena skočil, se je postavil po koncu in se je z mano obračal. Ampak jaz rečem, da je dovolj, te noči je dovolj. Poberem, kar znam, dam na kolo in gledam proti gradu in tipam z nogo, kje je cesta, makadamska in kje je trava. Pridem do Eilean Donan Castle, vidim eno postavo in rečem, prosim, pomagaj, on ne zastopi in ugotovim, da je čist prebit, totalno. In se me objame, on mene, in me vleče naprej. In zdaj rečem, kaj čem zdaj? Hodva tako objeta, hodva nekam, prideva do ene hiške in gre on kar noter. In jaz za njim in se usedeva na kavč in odpre flašo, natoči viski in zaspi na moji rami. In jaz si natočem še en viski, zaspiva takole, kot dva ta prava. In pa se zbudim zjutraj ob ropotu in nekakšne posode, pizde. Odprem oči in neka kompletno nezadovoljna gospa pospravlja posodo. No, pustimo zdaj to. Pol postaneva prijatelja tudi z gospodom in pol sprašujem vse ljudi, pa kva za Boga bi to lahko bilo, ne? In oni pravijo, lej, samo morska vidra dela
te zvoke, ki si rekel, ampak morska vidra nikoli in nikdar ne pride v blizu človeka. Tako da jebeš ga. Jaz sem jo zaklal, Wow. zdaj pa lahko zaključiš. Hotel sem Ugotovili reči, smo, da nisi človek. hotel sem reči, da je mogoče še hek tedna povedati, ampak jaz mislim, da hek tedna je, da moraš imeti nož s sabo. Nož vedno. Če ti zmanjka baterije na Armaflex. ručki. Ja. Če Pa tam- 2 Armaflexa. Ne, to Ali pa je vsaj, kar rekordni podcast, ki se sprašujem, če vse še snema. 45 minut. Ja, pa s tem, da smo vmes Že imeli 1 uro. že 50 minut, smo že zaključili. Aha. Smo imeli pavzico vmes, ki smo mogli malo vse zrihtati. Neko že fiks tudi čaka, da gre še lulata. Ne? Ja. Ej, ja, ne, sej, to zagotovo nadaljujemo, ker to je pa noro. Pač, mi ne znamo zaključati in to je to, ampak Ja. Vsaka 10. epizoda je čajak epizoda. Ne? ja. Ampak recimo pri potovanjih, Ja. na način, kot recimo jaz in Goran, vem, da pač potujeva, je Ja. to, da pač vedno gremo nekam doživeti. Ne? Ja. Da ni ta klasičen turistično potovanje, da greš in vidiš in greš naprej in vidiš in greš naprej in vidiš in greš naprej, ampak je point tega, da Da se Doživiš, zaspiš a ne? z ramo v rami na Da nekom. se take stvari zgodijo, ker to so stvari, ki si jih zapomniš. Ja. Ker si ti videl tam Eiffel stolp, pa ne vem, kaj je neko znamenitost. Ja, pač videl si in to je to, ne boš si zapomnil. Dogodki, kot so pa tole, ne, to te pa po moje spremljajo celo življenje. Ne. Mislim, Tako da- jaz mislim, da te delajo celo življenje. Tako. One te prav kreirajo. Glej, če ne bi, veš, ta pot moja od Turčije do Tibeta je pot makadamov, ne? Je pot brez poti. In to je leto 95. To so karte, nemške karte, da bojo ja natančne, ki kažejo, da je cesta na drugi strani reke. Jaz 4 dni vozim po napačni strani reke. Grem se 4 dni, 5 dni uspenjam na neko goro, praktično s biciklom, zato ker je na njej nek fajn samostan, ampak na drugi strani je narisana cesta. Tako da grem jaz naprej lahko. Ne? No, po 5 dni pridem tja gor in ni nobene ceste nikamor več. Tako da grem pol tudi nazaj. Ne? Ja. Ni Google Maps, Ne? it's crazy. Ampak je fino, veš, ker Google Maps te omejuje, po mojem, ne? Ker ti že določa vedenje, ne? Ti že določa pričakovanje. No, ampak tudi Google Maps ima svoje Ma. hake. Ma. Vse je v redu, jaz nikoli nisem proti nobenemu času, kjer mu živimo, ker le gled, če bereš filozofijo, zgodovino ali karkoli, je vsak čas najslabši čas. Ne? Nikoli še ni bilo tako hudo. Zdaj spet še nikoli ni bilo tako hudo. Yep. Ni bilo, nikoli še ni bilo tako grozljivo debilne vojne, kot je vojna v Gazi, recimo. Nikoli. Ampak, če ti bereš Aleksandra Velikega, kaj pa on delo? Isto. Ja. Netanjahu. Stari moj, mi imamo pa spomenike Aleksandru Velikemu. Julij Cezar. Kakšen junak. Veš, kakšen kreten je bil to? Ja. Totalen. On je gaze delal. vprašaš. Ja, noben ga ne sprašuje. No, v glavnem, ja, doživetja so lopate, ki te zidajo. Samo eno vprašanje. A imaš ti, možeš iti naprej? Ali? Aljaš, Uroš bi rad imel kak avtorski projekt, ne pa sam podcast je montiral cele tedne, veš? Vidi, ta zajec. Samo menim. Krmovju je zajec. Sam še to posem, pa res presežem. Končam. Mislim, da bo Aljaš ta podcast montiral. To, pa kaj dajmo? Bomo končali. Zakaj ga morate pa montirati? Ja, ker imate več kamer. Ja, ja. Ne, ful je bil dober, se spomnim, ko si rekel, da smo ljudje omejeni, zato ker preveč vidimo. Ja. A mogoče imaš še za ta komentar? Seveda, jaz sem najbolj svoboden človek na svetu, skoraj tako kot povsem slepi ljudje. Ker vizualno je nekaj tako določujočega. A vi veste, kakšnih neumnosti jaz vse ne vidim, ki jih vi vidite? Kakšne reklame, kakšne obnašanje v prometu? Koliko teles, ki vzbujajo neka poželenja. Jaz ne rabim več tega, očitno, ker ne vidim. Ne rabim. In sem v bistvu v totalni prednosti pred vami, bi rekel, v prvi vrsti v iskanju notranjega miru. Sej ga ni tudi meni lahko najta. Ne? Ampak zaradi tega, ker imam toliko omejen vid,
se počutim vedno bolj svoboden. Vedno lažje, veste, za moško publiko, ne? Tale bo zanimiva, za moško publiko. Jaz, odkar ne vidim več obrazov in lepot teles v resnici in tako naprej, sem postal totalno emancipiran. Emancipiran od tega, da kot moška žival v komunikaciji z ženskami nisem ranljiv od hormonov, ki se zgodijo in ki mi izmešajo mind in obnašanje. In jaz, dokler nisem tega doživel, tega padca vida, recimo, sem imel samega sebe za ne preveč, kako bi rekel, poželenja iščočega človeka. Vedno me je bolj zanimala notranjost ženske kot zunanjost ženske. Ampak, ko se mi je to zgodilo, sem šele videl, koliko sem vsem bil, a veš, stremuški v tem smislu poželenja, libida, a veš. In v tem, a veš, moški se ful velikrat mečemo ven s to poželjivostjo, moškostjo, seksom, ne vem, dolžino kurca. Koliko imate dolgi vi? A veš, take neumnosti, ne? Je rekel, No, a bomo s tem končali? Ja, hvala, ki ste nas poslušali. Ja. Všeč mi je to danes. No, kakšen gigabajt pa je, ne? Ja. Uroš, imaš še ti enega, ne, za konec. Oziroma Luka, se opravičujem. Luka. Jeba. Dobro. Ja, dajmo. Spet zaključujemo. V bistvu sploh še začeli nismo. Zaključevati. Goran še kar ni naredil intra, še zdaj ne vem, kdo je bral. Točno. Ti me sploh nisi predstavil, pes pizdarije. Nam je Brankoč. No. Moj parking je potekel, tako da... 3 ure sem naštimal parking, samo to bom rekel. Mija, smo ti rekli 4 ure že v štartu. To smo napovedali. Zdaj bo že malca počasa, to bomo šteto. Gremo v Lidl. Okay. Smo pa lih razmišljali, da v bistvu, dorekli danes, da ko pride druga sezona podcastov, bomo v bistvu še povabili tudi ljudi iz prvega podcasta, da nadaljujemo, ker določene teme so prišle nezaključene in vsekakor nismo danes vsega obdelali že zdaleč in pridejo... In takrat bomo tudi odgovarjali na vaše vprašanja. Nismo povedali, kako me je kamela prestrašila v Turčiji. Coming next. Pa kako si hudiča srečal, ko si bil noči čuvaj? Hudiča srečal sredi meglene noči v Zalogu. Pa kako vozi avto? Kako sem edinkrat vozil avto? Zdaj, ko pridejo ti samo vozeči, to bo zdaj tvoj čas. Ja. Top, dej, jaz sem kar špico dal, ker drugače ne bomo res nehali. Moramo plesati, ker je muska. Ajde. Ne, to sam zvezda, ne? Pay your dues. Freelancer. Freelancer G. Welcome to Freelancer G, your lens into the creative world.